Včasih smo rekli, da smo zaradi fizičnega dela bili izčrpani, zdaj pa zaradi kompliciranega, raznolikega, veliko odločevalnega, mentalnega dela, ki nosi posledice. Ali pa kakih drugih duševnih stisk. Aleš Vičič. Naše misli, naše razmišljanje o nas samih se, rečemo temu, strukturira od bolj površinskih misli, kamor se usmerjamo, do malo manj zavednih misli in vse do najglobljih prepričanj. Prepričanje o sebi, jaz sem vredna ali nevredna ali delno vredna oseba. Če nekaj naredim, če nekaj dosežem, potem sem vredna, če pa ne dosežem, pa nisem vredna oseba. Tu govorimo o globokih, mi temu rečemo strokovno bazičnih prepričanjih. Izkazovanje pretirane samozavesti je dostkrat obrambni mehanizem pred soočanjem s tem, da samopodoba ni na tistem mestu, ki bi si želela imeti, ali pa lastna vrednost. Nekdo, ki je dolgotrajno motiviran, ki ga porazi ne zanihajo preveč, se vidi, da je večinoma motiviran na te procesne cilje in da vidi napredke, kljub temu, da morda zunanjih ciljev svoje ni dosegal, kar je pač realnost v življenju. Zakaj misliš, da je toliko ene distanciranosti in duševnih stisk? Ne smemo zanemariti dveh izvorov, ki še vedno delujeta in tudi v prejšnjih družbah, preden se je internet in socialne mreže in tako pojavila, ima veliko vpliva. Večina vas, ki to gledate, niste naročeni na naš kanal. Z ekipo nam bi ogromno pomenili, če to naredite. Tisti, ki že subscribate, pa najlepša hvala. Brez vas ni tega podcasta. Če pa slučajno med vami kdo, ki bi rad finančno podprl, imamo pa tudi svoj YouTube membership program. Zdaj pa uživi v pogledu epizode. Drugač pa greva spontano. Jaz mislim, da bova kle lahko ljudem dala nekako pogled strokovnjaka na well-being, pa istočasno na učinkovitost. Tako je. Kar tudi v prvi vrsti mene izredno zanima, tako kot si po moje že začutil, ko sva se videla. In čisto iz nekega vidika zdaj, da bojo poslušalci, ki bojo to poslušali, ki bojo tebe srečali prvič, pa mogoče to tematiko srečali prvič, se mi zdi res dober, da skočiva nazaj, poveva malo backstorija, torej kako si se v bistvu prvič srečal, kakšen je bil proces do tega, da si se odločil, jaz se bom ukvarjal z psihologijo in na začetku bojo to športniki. Pel me malo čas. A to že zdaj? To že laufa. Nisem vedel. Evo, laufa. Študiral sem najprej filozofijo, pa sociologijo, pa mi je bilo premalo konkretno. In sem, ker sem družboslovec po duši, razmišljal, kaj bi bila neka druga družboslovna stvar, ki bi mogoče bila malo bolj konkretna, bolj neposredno povezana z delom z ljudmi. Sem našel psihologijo. Tekom mojega študija sem bil zelo aktiven tudi v društvu študentov psihologije, sem ga ustanovil s somišljeniki, še danes deluje. Bil sem pa ob tem tudi trener košarke, prej sem igral košarko, ob tem sem bil tudi trener košarke. In pač malo z leti neke različnih vej psihologije, različnih spoznanj v psihologiji sem le proti koncu študija, čeprav me je zanimalo še 100 drugih stvari, od socialne psihologije do možgan, razvoja možgan, psihofiziologije, raznih drugih vej psihologije dela in tako naprej. Tudi klinične psihologije, psihoterapije, vse me je zanimalo, ampak tu sem videl, znam nekaj športa, poznam psihologijo, dajmo to združiti, imel sem to srečo ali pa neko znanje, tudi sem bil takrat mladinski trener pri košarkarjih Union Olimpije, konc 90-ih, in takrat so me trenerji, prvi vrsti Zmago Sagadin od prve članske ekipe Union Olimpije, takrat konc 90-ih opazili, da in študiram psihologijo in da sem trener, dober trener mlajših kategorij. In mi je predlagal, da bi to nekako jaz združil in začel po enem, rečemo temu, poskusnem leptu, ko sem bil še absolvent, delal z mladimi, tehnike psihološke priprave, mi je ponudil, da bi delal za člani. Jaz sem seveda to z tresočo roko, pa z tresočim srcem, ampak z velikim srcem seveda sprejel. In evo, od takrat naprej sem bil več kot 20 let v športni psihologiji, najprej 8 let pri košarkarjih Union Olimpije, pol pa še
12, 13, 14, še več let v različnih drugih športih. Da ne šlo prehitro naprej, sem te želel vprašati, verjetno tukaj nisi imel neke utrte poti, jasne poti, ki bi jo nekdo pred tabo že prehodil, ko se pogovarjamo o športni psihologiji. Ker še danes je to že na velikem nivoju, verjetno tudi po tvoji zaslugi, ki si nekako odprl takrat vrata. Da mi mogoče v to obdobje pelke je bilo verjetno veliko nesigurnosti in tega občutka vsiljivca in tega. Da me pel mogoče v to obdobje, pa mi povej, kako si se znašel s tem. Pa v Sloveniji je bilo zelo malo ukvarjanja s športno psihologijo takrat, tudi v svetu relativno malo, bi se moglo reči. Športna psihologija dost mlada veda, v 70-ih nekako nastala, v 80-ih se razvila malo na zahodu, v 70-ih na vzhodu, v 90-ih še širše, ampak treba je bilo to literaturo kupovati, malo pogledati, kaj tam not piše, nekaj zelo malega slovenske literature, bolj teoretičnega kot praktičnega. Bil sem pa takoj izzvan z čist konkretnimi problemi. Ta igralec ima tremo, da je nekaj naredi, da bo boljš funkcioniral, ta igralec ima preveliko samozavest, da je nekaj naredi, da bo boljš funkcioniral, ta igralec ni motiviran, da je nekaj naredi, da bo on ni zbran, on ni koncentriran in tako naprej. In sem takoj bil vržen v praktične probleme, ki sem jih mogel reševati in sem se pač z kar upadom samozavesti, bi se temu reklo. Nekako vseeno lotil tega. Največja opora mi je bila tuja literatura in druga največja opora mi je bila pač takoj po študiju sem šel delati nadaljevanje študija, rečemo temu tako, vedensko-kognitivno psihoterapijo, ki mi je pa dala mehanizme, kako spremeniti določene mišljenjske vzorce, določene vedenske vzorce, določene čustvene vzorce, določene motivacijske vzorce, in sem dobil tam malo več know-howa, se temu reče. Olajševalna okoliščina mi je pa bila ta, da se je recimo takrat Zmago Sagadin zelo zavedal, da je pač športna psihologija še kar tabu v športu in da jih športniki ne sprejemajo, in rekel, gremo počas, najprej dela z mladimi, najprej se fokusira na mlade, tudi če jih imaš samo enih par, bo v redu. Starejši bojo teže to sprejemali, če bojo super, če ne, ne. In smo šli tako počasi iz leta v leto. Tako da pač moja oslomba so bile metode vedensko-kognitivne terapije, pa tuja literatura iz športne psihologije, da sem počasi nabiral in bom rekel, tretji vir, ki je pa še najbolj pomembni, poskusi in napake. Čisto enostavno. Poskusi in napake, da sem si nekako upal, želel in da so tudi, še dan sem jih hvaležen, prvi športniki, prvi košarkarji tam pustili prepričati, da jim nekaj koristnega lahko dam in smo pač tudi probavali, tudi kiksnili, ampak tako nekako. Če pogledava nazaj konkretne primere, ne vem, koliko si jih boš spomnil, verjetno si jih boš. Kaj so bile nekako, tako če bi zdaj vam potegnila neka spoznanja zate, Kaj je delovalo recimo pri športniku, ki je imel problem s tremo? Tako je. Tako. Prvo spoznanje je pomembno, še danes pomembno, tudi v drugih vejah performance psihologije ali pa nasplošno psihologije, psihoterapije, je, da ti pogledaš vsakodnevno učinkovitost in neučinkovitost. In v bistvu pogledaš, kaj si športnik želi doseči, katere cilje si želi doseči. Naprimer košarkar, da bo večkrat vrgel na koš, da bo večkrat skočil za žogo, da bo boljše podajal. Take čist konkretne stvari življenjske in potem greš nazaj in odkrivaš, kaj je z psihologijo v ozadju. Ne, da se fokusiraš per se samo v psihološke fenomene, ampak da najprej moraš odkriti, kaj je tisto, kaj je za spremeniti. In to je običajno v živi materiji performerja, to, kako želi igrati, želi boljše igrati, želi večkrat koš doseči, želi večkrat boljše podajati in tako naprej. Tam moraš začeti. Potem pa sprašuješ in sklepaš nazaj. To, kar mi je v začetku in še danes delovalo, so predvsem po eni strani boljša uporaba, bolj striktna uporaba, rečemo jim klasičnih metod športne psihologije ali pa performance psihologije, to pomeni tehnike sproščanja in aktiviranja, to pomeni predstavljanje oziroma vizualizacija, to pomeni samogovor oziroma
usmerjanje misli, to pomeni postavljanje ciljev, to pomeni dobre prednastopne rutine. Na eni strani se je to pokazalo kot zelo dobro, da je športnik potem boljše sfokusiran, boljše motiviran, bolj samozavesten in lahko dosega tiste cilje, na katere se moraš, ki so na koncu poti najpomembnejši. Drugi del, ki mi je pa, bom rekel, še boljše deloval, kot pa učenje, seveda učenje tehnik psihološke priprave je pomembno, ki sem jih prej naštel, a ne? In uporaba seveda njih. Drugi del, ki mi je pa še boljše deloval, pa je tako imenovane odstranjevanje nezavednih prepričanj, nezavednih misli, ki športnika ovirajo, da bi lahko prišel do ciljev. Ne? Recimo, še vsi športniki so mi rekli, jaz si želim več košev, jaz si želim hitreje teči, jaz si želim hitreje smučati, jaz si želim daljše kopije metati ali kakorkoli, ni problem, da jaz zavestno ne bi tega hotel. In veliko vrhunskih, predvsem športnikov, je tudi zelo dobro obvladalo metode in tehnike psihološke priprave. So vizualizirali, so imeli dober samogovor, so se znali sprostiti ali aktivirati in tako naprej. Vendar jih je pa k boljšim dosežkom oviralo predvsem neka nezavedna prepričanja, ki so bila potem opremljena še s kakim kančkom strahu, kančkom odpora, kančkom jeze in drugih neprijetnih čustev. Ali pa tudi prijetnih čustev. V glavnem miselni vzorci. Potem sem to meni pa ves čas tekom kariere se odkrilo, da so te miselni vzorci, recimo, če si predstavljaš dva športnika, stojita na štartu, en ima tremo na 9, od 1 do 10, drugi ima pa tremo na 3. Pomembno je seveda, da oba, tako en kot drugi, delata vse metode in tehnike psihološke priprave, vendar on, ko jo ima na 9, bo rekel, jaz to sem naredil, ampak mi je učinkovalo tam nekje do 7. In jaz sem še vedno imel veliko tremo, preveliko. In takrat jaz vprašam za vzorce mišljenja, kako pa razmišlja. Kot naprimer, če bom danes tu poražen, potem bo konc sveta, pol me bojo vsi kritizirali, pol me bližnji ne bojo več hoteli poslušati, pol bo trener jezen name in bla bla bla. Polno enih misli se vsuje in te misli, strokovno in rečemo kognicije, prepričanja, nezavedna, je treba dati pol na mizo in jih spremeniti in fine-tuna. To zdaj lahko vrhunsko preslikava na kjerkoli poslušalca. Vsi se s tem soočamo pri svojem delu itd. In bi se mogoče dotaknil, kaj lahko vsak, ki to posluša in se sooča s tremo. In ga ta trema včasih celo paralizira. Tako je. Kaj lahko vsak naredi, da mogoče pristopi k temu z vidika strokovnjaka, ki si ti. Tako je. Po eni strani, kot sem že omenil, uporaba različnih tehnik, veliko pomaga, sproščanje, veliko pomaga predstavljanje tega, kar moraš narediti, naprimer, je to javno nastopanje, ali je to priprava nekega dokumenta in tako naprej. Veliko pomaga samo usmerjanje z besedami, to je en del, še bolj pa po mojem mnenju in izkušnjah pomaga malo večje ozaveščanje, česa nas je pravzaprav strah, v okoru treme je strah, v okoru treme je skrb, je zaskrbljenost. Večinoma se potem v svojih globokih mislih ukvarjamo, kaj bo, če ne bomo uspešni. Naprimer, koliko bojo vsi misli, da ne znamo, koliko bojo vsi misli, da smo bleferi ali kaj podobnega, kako bo to naprej vplivalo in katastrofiziramo okrog tega, kar bo to naprej vplivalo na našo kariero ali kar podobnega, tako da zelo priporočam, da se malo poslušamo tudi in probamo te misli, ki nam povzročajo živčnost, tremo, strah, malo zapisati si, malo preveriti, a so resnična ali niso resnična, sami sebe vprašati, a pretiravamo z temi mislimi, ki nam prihajajo usiljeno v naše glave. A ne? In je res, jih je težko včasih zavestno, tudi z dobrimi tehnikami sproščanja, predstavljanja, defokusiranja, če hočete, mindfulnessa in podobnega, včasih jih težko dati na stran in dobro performirati. Samo zato priporočam tudi malo poslušanje, kaj ta drugi tok misli nam govori in mogoče razumevanje, da ni tako zelo katastrofičen, kot mislimo, da mora biti. A bi rekel, da lahko tukaj najdeva eno povezavo med lastno vrednostjo, torej kako mi same sebe dojemamo kot vrednega, kot človeka, torej koristnega, kakorkoli bi rekel, in tem, da ko pridejo te misli, mi pogojujemo našo lastno vrednost s tem, kar nas trenutno čaka. Tako da po eni strani v bistvu dajemo celo našo identiteto
moč v bistvu vsega, kar smo, dajemo eni identiteti, ki mora zdaj prelaufati teh 100 metrov. A ne? In če ne doseže tiste norme, potem sem jaz neuspešen, slab, celo nič vreden mogoče. A ne? A si odkril skozi to svoje delo z ljudmi nekako povezavo s tem dojemanjem lastne vrednosti pri osebah? Absolutno. Naše misli, naše razmišljanje o nas samih se, rečemo temu, strukturira od bolj površinskih misli, zavestnih, kamor se usmerjamo, do malo manj zavednih misli in vse do najglobljih prepričanj. In sam si omenil, torej prepričanje o sebi, jaz sem vredna ali nevredna ali delno vredna oseba, ali pa jaz sem pogojno vredna oseba. Naprimer, če nekaj naredim, če nekaj dosežem, potem sem vredna, če pa ne dosežem, pa nisem vredna oseba. Tu govorimo o globokih, mi temu rečemo strokovno bazičnih prepričanjih, ki seveda z povezavi do čist površinskih misli, ki nam v tistem trenutku, mi rečemo temu v stresnem trenutku, pridejo na dan, so seveda zelo povezane. In nekdo, ki ima globoko prepričanje ali pa rečemo temu nižji občutek lastne vrednosti, bo v zmerno stresni situaciji mnogo bolj živčen, ker bo nezavedno mislil, da je njegova vrednost za ena preizkušnji, ne pa samo, kot skušamo v psihološki pripravi ali pa psihoterapiji, psihološkem svetovanju, hočemo prikazati, da je v bistvu na tehnici samo trenutni dosežek v tistem trenutku, ne pa celotna njegova vrednost ali pa identiteta, če hočeš temu tako reči. Ne? In to spada v ta del, kot sem rekel, v temeljna bazična prepričanja. Če greva zdaj še malo globi sicirati ta pojem lastne vrednosti, kako bi rekel, da se skozi naše življenje, verjetno vzgoja, okolje itd., ta koncept, kako samega sebe vidimo, zgradi in kaj so neke stvari, mogoče, ki sem jaz kot starš zdaj, lahko pozoren na njih, ko vzgajam svojega otroka, ker verjetno je zelo povezan s tem. Ja, absolutno. Kako si ti mogoče raziskoval ta del tematike oziroma kako ti vidiš ta del? Nisem ga jaz raziskoval, so ga pred mano mnogi raziskovalci v psihologiji in psihoterapijah raziskovali. Študiral. In sem bolj kot ne študiral, kva so drugi pogruntali. In kako je to povezano z mojim današnjim delom. Ampak občutek lastne vrednosti se najprej začne zelo zgodaj z povezavo očeta, mame z dojenčkom, že če hočeš temu tako reči, zagotovo. Z temu, kar rečemo v psihologiji, tako imenovanim brezpogojnim sprejemanjem. To pomeni dajanje ljubezni, ne glede na to, kakšen dojenček je, a joče ali ne joče, ali je ali ne je, in tako dalje, vse preko otroštva, da najprej bližnji, pa potem mal širši, pa potem še mal širši družba ljudi okrog posameznika, od čist rojstva naprej pa do zgodnega otroštva, poznega otroštva, dejansko najprej pokaže splošno sprejemanje osebe. Ne glede na to, kakšne lastnosti ima, kaj on doseže, kakšne barve kože je, če hočeš temu tako reči, ali kakšne druge elemente ima. In to je prva osnova. In če otrok dobi občutek lastne vrednosti preko te brezpogojne ljubezni, potem smo veliko že naredili. Potem se pa začne tudi relativno v zgodnem otroštvu druga stopnica, drugi problem, ki se mu pa reče pogojna ljubezen, ali pogojno, kjer je seveda treba hkrati otroka ustavljati pri neželenih vedenjih, pri neustreznih vedenjih, ampak mu hkrati tudi povedati z različnimi sporočili, da to ne delamo zaradi tega, ker ga ne bi imeli radi, ker je njegova vrednost slaba, ampak ker so pač določena vedenja, kot so na primer metanje hrane okrog, jezikanje nazaj ali vtikovanje prstov v vtičnice, neželjena in ogrožajo ali pa prizadenejo drugega človeka in tako naprej. In to je treba na jasen, odločen način skomunicirati in reči, ok, ampak vseeno pa s tabo kot osebo nič ni narobe, ampak tega ne smeš delati. Potem pa pride naslednja stopnica, se reče, ok, kaj so pa tu zdaj željena vedenja, kot so na primer piši v zvezke v šoli, poslušaj, nauči se kaj, preobleči se sam in tako naprej.
kjer pa tudi pač starši vzgajamo, da seveda jih je ta željena vedenja treba narediti, zato da napredujemo, zato da bomo boljši, zato da bomo nekaj dosegli, zato da bomo zadovoljnejši, socializacija in tako naprej, ampak tudi ta vedenja je treba pospremiti z neko jasnim pričakovanjem, po drugi strani pa za pohvalo, če so vedenja ustrezno narejena, in z pripoznavanjem, rečemo temu, nekega dodatka vrednosti, ne pa osnove. Tako da tam se zadeve začnejo, nadaljuje se pa seveda tudi potem v adolescenci, kjer je še pomembno, kjer mladostnik sam preizkuša te stvari in se mora sam tudi kdaj upeči. In je tudi takrat pomembno, da si neke svoje neuspehe ali pa neželena vedenja, ki jih sam počne, ne interpretira kot, da je kor lastne vrednosti za to slab. Ja? In je tudi tam treba kot starš recimo še malo paziti na to, da ne grejo interpretacije v tej smeri. Razlage. Hvala ti, zelo dobra razlaga. Bi pa zdaj tehtnico mogoče obrnil še na drugo stran. In sicer, če smo se zdaj pogovarjali nekomu, ki ima tremo, ki je pač, rečva, manj od povprečja samozavesten v svoje sposobnosti, zdaj pa pogleda drug ekstrem. Ima pa nekega športnika, ki je pa koki, rečejo temu, a ne? Torej, kako bi temu rekla? Naduvan, nadut. Preveč samozavesten. Prepotenten. Ja. Kako a si prišel v stik, verjetno si prišel v stik dokaj zgodaj tudi s takimi primeri? Ja. Kaj bi rekel, da je bilo pa tam, kako si se pa tega primera, mogoče tako najbolj, kako si se v praksi pa tazga primera lotil? Najprej se ga nisem jaz lotil, ampak so se ga lotili dobri trenerji, ker so morali pokazati temu športniku, da njegov nivo samozavesti ali prepričanja, koliko on zna in zmore, ni zares ustrezen dejanskem stanju. Ja? Ali pa, če to niso trenerji pokazali, je pokazala realnost, naprimer tekme. Šport je tako zanimivo krut, rečem, malo po domače, da ti si lahko še ne vem koliko samozavesten, ampak ko prideš ti enkrat na uro resnice in to je tekma, in če ti tekma ne pokaže tega, kar ti misliš prej, da znaš, potem si pač soočen z realnostjo. Tako da najprej je realnost pa trenerji takšnega športnika imeli v rokah, po domače povedano. In ko so trenerji dovolj feedbackov sporočali, da performance ni tak, kot ti misliš, da je, ali pa ko sami rezultati so sporočali športniku, da to ni to, kar misli, ko je, potem je šele tak športnik imel problem, imel neko interno težavo, neko mini frustracijo, lahko temu rečeva, in malo za šalo, malo zares šele potem je prišel k meni. Ja. Ker prej je mislil, da je dober in da zna in da bo vse samo in da ne rabi ničesar, dokler se nekaj ni zalomilo. Tako da tako je ponavadi bilo zaporedje. Ker seveda jaz kot športni psiholog ali pa performance psiholog tudi zdajle, poslovni psiholog tudi zdajle, pač jaz pri 1-na-1 svetovanju lahko delam samo na tistih temah, ki jih klient prinaša in prinaša tisto, kar bi rad rešil. In kot si rekel ti, športnik je zaenkrat še pretirano samozavesten, pa nima še informacij od trenerja ali pa od realnosti, pač ne bo izkazal motiva, da bi nekaj spremenil. Jaz kot svetovalec rabim motiv za spremembo, razumeš? Se pravi, gre nekako za iluzijo realnega stanja, ki je v bistvu... Tako. Kako se pa ustvari ta iluzija? Mimogrede, iluzija je tudi v kontrasmer. Tako, ja. Sem prej govoril, da si prenisko samozavesten, recimo, pa je realno stanje boljše, tudi to je iluzija. Ja. Oprosti, kaj in, in v obeh ekstremih, ne glede na to, kjer mu sva pomaga ena stvar in to je resnica. Torej, da se je človek... na začetku, Na začetku, Da je pripravljen sprejeti resnico, torej, da se ne ustvari nek ta odpor ali pa obrambni mehanizem, ki bo ta identiteta branila to iluzijo, zato ker v tej iluziji je ona vredna, recimo pri temu samozavestnemu. Bi se tudi tako lahko reklo. Ja,
Veš, dobro si se poučil. Super, ja. Ne, ful me zanima ta tematika, res, a ne, in jo probam zdaj skozi svoje besede dati tep v roke, da ti lahko pol zdriblaš in vržeš, a ne. Tako da v bistvu, kar sem hotel tukaj povezati, je nekako zdaj sprejemanje resnice in za tem sposobnostjo pač, oziroma si sploh želeti resnico, pa pride ta potem sposobnost prevzemanja odgovornosti, ne? Ki se pa danes povezovala po moje z vsemi tematikami, ki bova govorila, ker praktično ti doktor človek ne prevzame odgovornosti, da je kontrola za počutje itd. V njegovih rokah, bo podlegel mislim, ki ga bojo potegnile v vzorce, ki so pač domači, a ne? In tudi v občutke, ki so domači. In zdaj bi te na tej točki mogoče vprašal, kaj pa, ki se pogovarjamo midva o prevzemanju odgovornosti? Kakšno je recimo stanje, ko si ti v neki športni ekipi, ko delaš z temi mladimi aduti, a ne, glede sprejemanja odgovornosti? Koliko je neki tudi projiciranja svojih problemov na druge faktorje, ne nase? Ja. Bom se še najprej navezal na, rečemo temu, ranjeno samopodobo ali identiteto, tako kot si rekel, a ne. Pač izkazovanje pretirane samozavesti je dostkrat obrambni mehanizem pred soočanjem s tem, da samopodoba ni na tistem mestu, ki bi si želela imeti, ali pa lastna vrednost. Vrednost, a ne. In seveda je zato težko prebiti pri človeku, ker pravzaprav si s tem, rečemo temu, malo lepšo podobo o sebi, ki si jo ustvarja v svoji glavi in tudi navzven, pravzaprav brani tisto najglobljejšo ranljivost, da pa, če ne bo toliko dober, uspešen, lep ali kakorkoli že, da se bo to dotaknilo nekega kora in to je, da pač bom mislil, da ne bo vreden. In to je seveda težko prebiti, ker je to pač, bom rekel, tudi neke vrste preživetveni, psihološko preživetveni mehanizem, a ne. In da greva zdaj na odgovornost, zato je tudi pač težje prevzeti odgovornost, a ne. Ker ni soočenja z resnico, ne? Tako, ja, ker ni globoke želje, moramo pa razumeti, da seveda te globoke želje ni zaradi tega, ker ščiti nekaj, da bi samopodoba še vseeno nekje ostala na nekih razumnih ali pa bearable nivojih, a ne. In zato gremo zelo počasi, no, na nek način, da človeku pomagamo počasi prevzemati odgovornost zase, in tudi za krepitev, bom rekel, zdravo krepitev samopodobe. Še ena druga težava, ki je nismo omenila, je to, da ko pridemo blizu tega kora, zakaj je samopodoba tako ranjena, sami klienti ugotovijo, da seveda niso samo sami krivi za njih, ampak da so jih v koro družini ali pa bližnji v zgodnem otroštvu pravzaprav zasidrali, morda tudi nehote, da smo si na jasnem, slabo mnenje o sebi, ja, v neprestanim opozarjanjem, to ne znaš, tega ne znaš, tu nisi sposoben, tam si naredil brez veze, tam si naredil slabo, bla, 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 recimo za to vrstno vzgojo, pa še tudi drugimi. In seveda potem je tudi težko prevzemati odgovornost. Jaz bom pa zdaj kot odrasla oseba ali pa mladostnik moral to zadevo izboljšati, če so mi pa na nek način jo drugi usadili, a ne? To je tudi dodatna ovira, zaradi katere moramo ljudje razumeti, da je pač težko, ne, bom rekel, če rečem zdaj malo po domače, popravljati tisto, za kaj ti nisi kriv pravzaprav, a ne? Ampak tako je, ne? Imaš pa prav na nek način, tako je. Dokler ne prevzamemo lastno odgovornost, dokler ne vidimo, kaj dejansko je resnica in začnemo se s tem soočati in rečemo, ok, samo jaz lahko tu nekaj naredim, jaz lahko svoje mišljenjske vzorce spremenim, jaz lahko svoje vedenjske vzorce spremenim, lahko svoje mnenje o sebi spremenim zdaj, tukaj in zdaj, v tem življenju, ki ga imam, ni važno, sem star 18 let ali 38 ali 58, to pa seveda je delček, samo je tudi težko do tega priti, ravno zaradi tistega fenomena, ki sem rekel, ker doskrat, ko se malo približamo, pač ali športnik ali kjerkoli oseba spozna, da pravzaprav nisi sama zgradila takšne samopodobe, ne?
In tukaj ima v bistvu tvoja naloga v takih primerih, recimo, je pa me popravi, če narobe razmišljam, ampak je nekako polnomočenje človeka preko zavedanja, da kar se mu je zgodilo, ni njegova krivda, torej da zaradi tega ni nič slabši, nič boljši. Ja. Je pa zdaj trenutek, kjer mora pa prevzeti odgovornost za to, kako bo iz tega ven reagiral in kako bo življenje naprej izgledalo. Torej, da mu daš moč v njegove roke ali njene. A ne? Tako, absolutno, mislim, vse si povedal. Ja. Točno na ta način se dela. Ja. Ker tukaj hiter prideva mi dva pol. Hkrati pa seveda z neko empatijo in razumevanjem, a ne? Da je težko ta preklop narediti. Tako, ja, tako. Ampak ne pa pustiti človeku, kar se po mojem v večini primerov zgodi, da rata žrtev preteklih izkušenj. Ne? To nam ne bo kaj dosti pomagalo. Jaz ne bom nikoli uspešen, ker so me starši tako pa tako vzgajali. Pri spremembi, kjerkoli spremembi, nam bo ta pozicija težko pomagala. Ja. Ker se pač nekako potem umaknemo v neko nemoč, a ne? Pa krivljenje drugih, morda celo upravičeno nemoč in upravičeno krivljenje drugih, absolutno, ampak pomagalo pa ne bo. Sej klema en dober primer, mogoče, ker sva lih pri košarki bila sodniki, ne? Ja. Če si fan slovenske košarke, a ne si šel čez te stvari. Jaz se spomnim in fotra in sebe in to, in kakšno jezo sem jaz čutil včasih. Ja. Ko sem videl, kaj se je dogajalo na igrišču in sem to smatral kot krivico. Absolutno. Zdaj, seveda je to moja perspektiva in perspektiva človeka, ki želi, da njegova ekipa zmaga. Ampak me pa zdaj zanima, kakšna je pa perspektiva igralca in pa mogoče tebe kot nekega človeka, ki ravno to hočeš preprečiti, da nekdo podleže zunanjemu faktorju, kot si sodnik in se ukvarjati začne bolj sodnikom, kot svojo igro. Te situacije morajo biti zelo naporne za nekoga, kot si ti in trenerje. In mi povej mogoče, kako ste se s tem soočali. Ja. Če odgovorim malo z nekim osnovnim principom mojega oziroma našega dela po vedensko-kognitivni paradigmi, je, da seveda ti najdeš misel in rečeš, sodniki slabo piskajo, sodniki nepravično piskajo. In zdaj to misel mi pretehtamo in probamo videti, koliko je resnična, pa koliko ni resnična. Ne na terenu, tam ni časa, da smo si nejasni. Ja, valjda, fight or flight. Če je to nek vzorec, ki se ponavlja, a ne? In seveda, ko športnik ali kjerkoli oseba, a ne, ugotovi, da ta misel ni toliko resnična, je pot naprej lažja, ne? Ok, sem se zmotil, drugače razmišljam in tako naprej. Da se drugače razmišljati, ko vidiš na nekih prepričanjih svojo zmoto, naprimer, ne? Ali pa recimo, če imaš športnika, ki ima hudo tremo in reče, če bom danes poražen, potem bojo vsi moji bližnji me krivili in kaj. In potem, ko vidi, da to ni res, da si on to pretirano morda ustvaril v glavi, to prepričanje je ful lažje in upade trema, a ne? Upade tudi jeza, recimo na sodnike in tako naprej. Najtežje je pa operirati z mislimi in z prepričanji, ki so pravzaprav resnične. Ja. Sej to, a ne? Ja, ki so pravzaprav resnične, a ne? Ali pa se jih ne da spremeniti, da še vedno mi mislimo, da zelo smo prepričani, da so resnične, a ne? V tistem primeru se gremo dotakniti metode, ki rečemo škoda in korist. Ja? Ko športnik ugotovi, da za pretirano izražanjem jeze na igrišču, čeprav morda upravičene jeze, za pretirano občutkom, krivica se mi dogaja, čeprav morda resničnim občutkom, da se mu krivica dogaja, ko ugotovi, da za tako močno emocijo bo slabše igral in si bo več škode naredil od tega, potem smo naredili korak naprej in rečemo, tudi če je to razmišljanje resnično in je povezano z realnostjo, ampak mi škodi. Potem sem en korak naprej, da bom jaz zdaj s tem nekaj naredil. Ja? In potem lažje uporabiš, če greva na začetek današnje zgodbe, tiste metode in tehnike, kot so, naprimer, umiranje jeze v določenem trenutku, kot so, ne vem, obrni se stran, zadihaj globoko, vrži brisačo, samo zato, da boš malo dal ven iz sebe, zato, da umiriš jezo, da umiriš neko razburjenje v tistem trenutku in čim prej začneš razmišljati, tudi če imam prav, mi ukvarjanje sodniki škodi,
in naslednje minute so pomembne, kam je bolj pomembno, da današnjo tekmo dobim, ja, da dobro performiram tukaj zdaj, kot pa to, da bom dokazal svoj prav. In začneš razmišljati v tem smislu, kaj je bolj koristno, kaj je manj koristno. Pa najprej se pa moraš seveda z nekimi metodami umiriti. Ja, Ne? se pravi gre v bistvu za neko prebojenje oziroma ozaveščanje, kaj se ti dogaja, da lahko iz avtopilota izstopiš in prevzameš kontrolo. Absolutno. Jaz sem enkrat- Self-awareness, samo zavedanje, kaj se dogaja, Ja. je pač začetni korak tega, da lahko ti tukaj in zdaj upravljaš z svojimi Tako. mislimi, z svojimi emocijami, z svojim motivacijo, z svojim fokusom, kam boš fokus usmerjal. Pač number one je samo zavedanje, da malo vidiš, kaj se dogaja. A ne? Pri težkih, hudih emocijah z visoko intenzivnostjo je seveda to težje, but still, Ja. to se uči. Jaz sem v eni knjigi prebral, pa sem si zelo zapomnil to. Preko zgodbe je bilo povedano, kako jeza, a ne, kako v bistvu v trenutku, ko mi jezo razdelimo, pa je to sam primer jeza, razdelimo na dva dela, lahko prevzamemo oziroma lahko začnemo spreminjati vedenjske vzorce, ki nam jih jeza povzroča, ki imajo za nas posledice v prihodnosti, ki jih ne bi rabili imeti. Tako Ne? je, tako je. No, in je bil primer, da v bistvu vsakič, ko pride do jeze, te bosta zadele dve puščici. Prva puščica je ta, ki jo ne vidiš, kdaj preleti, je ta, ki pač bo sprožila neko reakcijo. Au, a ne? Ja. To je jeza, pač to je Ja. impuls in tega se ne moramo losati. Tako a je, ne? tako In je. veliko ljudi pač proba rešiti problem jeze, mene ne bo več nič razpizdilo, tako sem se odločil. a ne. Surprise, težko, surprise. a ne. ja. Ja, no, in zdaj pa tle pa pride ven to zavedanje. Če ti ne dojamaš, da te je zadela prva puščica, te bo zadela še druga, ki prileti za njo. Tako je. V trenutku, ko ti v bistvu s tem, ko te puščica zadane, si sposoben dojeti, da te je zadela šele prva puščica, boš lahko se drugi izognil. Druga je pa psihična bolečina, ki si jo povzročaš sam. Trpljenje, sprejemanje vloge žrtve, prenašanje krivde oziroma odgovornosti na druge za to, kar se ti dogaja. a ne. In mi je ta koncept oslov zelo močen, zato ker lih to spodbuja. a ne. Ko smo mi v situaciji, ki smo jo prej smatrali za nekaj pogubnega, torej zdaj sem rado jezen, zdaj me puste na mir, zdaj bo gotovo, Ja. ker to spremeniš za ok, zdaj sem rado jezen, se pravi, moram nekaj narediti, da to dam ven, prediham, karkoli, nekaj si rekel, te tehnike, ki so z namenom, da potem dobim nazaj kontrolo v svoje roke in odreagiram ne skozi svoj vedenjski vzorec, ki ga je jeza priklicala, a ne, avtomatsko, Ampak en drugi, ne, ki je morda bolj konstruktiven. Ne. ki je zame dober. Ne? Ja, tako. Ja. O tem recimo govorim na mojem TED Talku oziroma TEDx Talku, ki se ga da tudi na YouTubu videti. Ja. Bomo dali od spodaj v opis. Ja. Ja. O tako imenovani koristnosti neprijetnih emocij. Ja, naša družba je zelo naravnana nekako v zadnjih 20-30 letih na to, da so neprijetne emocije, kot so jeza, strah, žalost, slabe emocije, rečemo jim negativne emocije, kar je popolnoma zgrešen koncept. Tako je. So neprijetne in zdaj, kaj tam govorim, z drugimi besedami, kot si ti povedal, odvisno je, kaj zdaj z njimi naredimo, ko jih čutimo. Ja? Če je nekdo jezen in to jezo destruktivno usmerja na druge ljudi okrog sebe in se mu drugi odmikajo ali pa mu kontrirajo, potem bo še več destrukcije po domače povedano. Če pa to jezo usmeri, ja, se strinjam, po nekaj predihanih korakih, a ne, usmeri v nek konstruktiven feedback, povratno informacijo, zakaj je jezne, odkot je to prišlo, potem pa lahko v drugih ljudeh povzroči recimo konstruktivne premike. Isto je z strahom. Ko mislimo, ok, v strahu se lahko maknemo, izognemo, ne vem, izpitu, ne gremo na izpit, lahko pa strahom zato se z malo več zaskrbljenostjo, malo več učimo in malo bolje pripravimo na ta izpit. Vedenjska reakcija, izogibanje izpitu ali pa več učenja je popolnoma drugačna in popolnoma bolj ali manj konstruktivna. Ni v samem strahu ali tremi problem. Večji problem je, in to tam govorim, večji problem je v tem, katero vedenje mi potem naredimo, kaj mi naredimo za to emocijo, ki jo čutimo, neprijetno emocijo. In podobno je z žalostjo, podobno je z obupom in drugimi emocijami. In pač v stroki pač pravimo, da vsaka emocija ima neko funkcijo, ima neko koristno dobrobit, temu rečemo funkcija. In pač
dobrobit strahu je tudi to, da se na nekaj bolje pripravimo, ko še imamo čas. Dobrobit jeze je, da sporočamo navzven, kaj so tiste stvari, ki nas motijo oziroma bi naj bile narobe. Dobrobit, krivde je to, da se ljudem opravičimo, če smo res krivi in tako naprej in ponovno spostavimo odnose. Ampak mi to moramo narediti, to je ključno. Dobrobit obupa je zelo težko razumeti. Naša kultura pravi, da mi ne smemo obupati, a ne? Ja, nad stvarmi, ki nam res ne prinašajo cilje, ja, ki nam res ne prinašajo dobrih stvari, je celo fajn in prav, da kdaj obupamo. Samo je pa fajn razmisliti in odnehati delati neko stvar, če seveda ne prinaša neke kvalitete v življenju in tako naprej. Primer. In žalosti in tako naprej. Se že, če si cerava... Tako da to, kar si rekel s puščicami, prva puščica je neprijetna, absolutno. Potem pa je pa druga, v teh mojih besedah, ko sem rekel, je pa tiste, kaj bomo mi naredili zdaj s to neprijetno emocijo, ki boli do večje ali manjše mere. A ne? Dve stvari bi se dotaknil iz tega, kar si zdaj povedal. In sicer prva je obupati, a ne? Če si cerava besedo, je biti obupanje, a ne? Obupati. Torej, zakaj bi imel upanje, da bo nekaj uspelo, kar ti v resnici ne koristi? Že iz tega vidika lahko hitro ločeš, nad katerimi stvarmi pač obupaj. Ker rekle, da ti v bistvu kdaj upaš za stvari, ki se jih sploh ne želiš. Ali da bi bil sprejet, ali da bi bil, itd. To je en del, drugi del je pa obupati za stvari, v katerih ne moreš priti do cilja objektivno. Zdaj, malo za šalo, malo za res, nismo vsi za vse športe, nismo vsi za vse poklice, nismo vsi za sploh, bi naj prišli do nekega vrhunskega ali zelo visokega nivoja, a ne? Nismo vsi za vrtnarjenje, nismo vsi za kolesarjenje, dobri ali kakor milijon stvari lahko naštevam. In seveda včasih koristno za življenje, da se z neko aktivnostjo prenehamo ukvarjati, če nam ne bo prinesla želenega cilja ali pa če se pri njej pretiramo neprijetno počutimo in tako naprej. A ne? Zakaj? Zato, ker vsak obup, ko enkrat zaključimo z neko dejavnostjo, ima še eno pomembno funkcijo in da je potem prinese upanje na nekaj drugega. Tako in bravo. Motivacijo za nekaj drugega. Sprosti prostor. Ne? Sprosti prostor, predvsem naši motivaciji in, če rečemo, našemu novemu upanju za neko drugo stvar. In ta druga stvar, ta druga aktivnost bi lahko bila mnogo bolj koristna za naše življenje ali pa za življenje naših bližnjih, če smo v neko lukno, kot pa prej, ko smo v neko lukno hrčkali do neskočnosti, pa se nič ni zgodilo. Že sam zato, ker bomo to odločitev, kam bomo zdaj upanje položili, sprejeli na podlagi preteklih izkušenj, ki so se nam dejansko zgodile. Torej smo šli čez emocije, dobro so. In zdaj odrivanje emocij, ker so neprijetne, beg, odrivanje, izogibanje emocijam, nesoočanje z neprijetnimi emocijami, je pa seveda, zdaj malo grobo povedano, road to hell, zaradi tega, ker pač vse te koristne funkcije, ki sem jih prej naštel, pri strahu boljša priprava, pri jezi boljši feedback, pri obupu sprememba smeri, pri krivdi opravičenje ljudem, vse te koristne stvari ne morejo priti v naše življenje pravzaprav. Mi se kratkoročno morda dobro počutimo, ker se v tistem trenutku ne soočamo z strahom, obupom, jezo, žalostjo in tako naprej. Ampak dolgoročno pa nismo nič rešili, ker z teh koristnih funkcij, neprijetnih emocij, nismo zares uresničili v našem življenju. To je bila točno druga stvar, katero sem hotel iti malo globi s tabo. In sicer, ampak če dokaj posplošiva, tako da lahko čisto vsak razume, kaj je point tega. Ko pridejo neprijetne emocije, imamo v bistvu mi odločitev, ali gremo v pasivno stanje, kar je beg, kar je izogibanje, ali gremo v neko aktivno stanje, ki je v bistvu narediti težjo stvar. A je lahko to kompas, zelo posplošen kompas, da ko pridejo pač neprijetni občutki, da vedno vemo, da če se bomo odločili za tisto pot, ki od nas zahteva neko delo, ki od nas zahteva neko soočanje, bomo vedno zbrali pravo odločitev. Bi se lahko reklo, da ja, zelo blizu tega. Fajn je pa tudi biti tako atentiv, kaj ti dejansko sporoča, kjer misli ti sporočajo te neprijetne emocije.
Absolutno se strinjam, dobro si povedal, treba je neko aktivno držo z zvezi s tem uvest, a ne? Je res, da pri nekaterih emocijah je ta aktivna drža včasih mal skrita, kot naprimer pri žalosti, ker je v osnovi pasivna emocija, ali pa tudi pri obupu, ampak aktivno pri žalosti pa obupu je pa to, da mi razmišljamo ob tem, kako bomo pa šli naprej. A ne? To je tista aktivna stvar in skušamo neke plane za naprej delati. Tako da ja, vedno se da, jaz se absolutno se strinjam za to neko posplošitvijo, da je treba neka aktivna vedenja, neko aktivno držo vzpostaviti, ko pridejo neprijetne emocije, ne pa jih dati na stran, izogibati se, ne soočati se z njimi. Zato imamo termin tudi soočanje z neprijetnimi emocijami, oziroma ne toliko z neprijetnimi emocijami, ampak soočanjem z življenjem, ki je z realnostjo, ki je tam. A ne? Še en dodatek bi dal, kot mogoče nasvet. Ljudje se jaz vedno zraven čustva moram dati interpretacijo. Ne? Vedno je če je nekoga strah, kaj je dejansko interpretacija, odkot je misel prišla, kaj je tu zgodba, zakaj je nekoga strah, zakaj je nekdo žalosten, ker nekaj misli o realnem stanju. Nisem realnost, pa zdaj pride emocija. Vmes je ta interpretacija, naša razlaga. Tu moramo paziti, ker včasih so naše interpretacije zmotne. Bravo. Ja? In je fajn, da ko se malo maknemo od situacije, probamo tudi razmisliti, kje misli nam je ta emocija poslala. Naprimer, če vzamemo primer, prej smo imeli naprimer obup, nekdo lahko pride do 3/4 poti, naprimer, ne vem, zdaj se pripravlja na Ljubljanski maraton, in reče, jaz bi pa zdaj obupal, zaradi tega, ker ne bom mogel laufati pod 1:30, kar je meni ful pomemben cilj. In bi si mislil, poslušaj interpretacijo, a je res to pomembno, da pod 1:30 laufaš? Kaj če bi ti 1:35, 1:40, boš ful užival, pa fajn sem imel, pa premagal Ljubljanski maraton, polmaraton, prvič v življenju in boš ponosen samo zato, ker si ga premagal. Se pravi, zavedanje, zakaj interpretacijo reče, ne, to je brez veze. Samo najpomembnejši cilj je, da greš pod 1:30. Ja. Zakaj? Nisi se dobro vprašal. In tu so recimo in on bi zdaj obupal in ne bi šel na Ljubljanski maraton, ker je brez veze, ker najvišjega ne morem doseči, pol vse, kar je malo pod njim, nima nobene vrednosti. Temu pravimo pretirane interpretacije. Neustrezne, nerealne, škodljive interpretacije, ker ta človek bo res obupal nad nečim, kar ne bi bilo treba obupati. Kako bi pa ta človek lahko poskrbel? Zameril ali kar. Zato sem hotel dodati pri temu principu, kot si rekel, moramo zavzeti aktivni stance, ampak tudi moramo malo razumeti pa slišati, kjer interpretacije v emocijah imamo in biti malo tudi samokritični, a realno razmišljamo ali ne. Kako bi pa ta človek, ki sva zdaj pa deva ta primer tekača, kako bi pa lahko on poskrbel, da vseeno ima nek cilj, torej pretekel bom pod 1:30, ampak ne bo me pa to paraliziralo, če ne dosežem. Še vedno se bom potrudil za ta cilj, ampak sem tudi ok s tem, če tega ne dosežem. Kje je zdaj ta zdrava meja, koliko si strog do sebe? Zelo dobro vprašanje. Zelo dobro vprašanje. Dostikrat me vprašajo, sem z vrhunskimi športniki delal na zaostrovanju ciljev, na povišanju motivacije, na samozahtevnosti in tako naprej. In večinoma odgovarjam ne, to so oni vse že imeli. Večinoma sem delal na sprejemanju nedoseganju ciljev. Ko si enkrat na tem nivoju, je veliko ciljev, ki jih ne dosežeš. Ti boš šel 5-krat na Evropsko prvenstvo, enkrat, če boš zelo dober, boš 2-krat mogoče dobil medaljo, ostalo je ne boš. In ti boš miren pri sebi, ko boš razumel svoje interpretacije, svoje razlage neuspeha. In rešitev gre v tej smeri, to, kar si me vprašal, da se malo vprašamo, kaj bi nam pa potencialno nedoseganje ali neuspeh pomenilo. Če rečemo škoda, bom drugič ni tako hudo, potem mirneje prenašam, a si slišal interpretacije, mirneje prenašam nedoseganje 1:30.
cilja. Če pa rečem, če jaz ne bom dosegel, nezavedno rečem, da so si nejasne moje misli, so to interpretacije, če jaz ne bom dosegel 1,30, potem sem jaz nevreden, da greva na začetek, huda interpretacija, a je tako. Potem se jaz nisem dovolj potrudil, potem se sploh ne splača več s tekom ukvarjati, potem bojo me vsi rugali in se mi smejali. To so pa hude interpretacije. To so težke interpretacije, ki povzročajo veliko neprijetnih čustev. Če se vrnem mičken nazaj, ni treba tako razmišljati. Tu nimamo neke aktivne smeri, tu moramo samo videti, da so te naše interpretacije pretirano negativne, pretirano nekonstruktivne, pretirano nerealne. In ko jih spremenimo, nam je lažje. In ja, še pri vsakem, ne samo športniku, pri vsakem človeku, ki se je odločil za nek cilj, je fajn, da mu sledi in da proba veliko za to narediti, vejca. Samo dobro pa je, da se soočimo tudi, kaj pa s tem, kaj pa si mi mislimo, če cilja ne bomo dosegli in koliko enih katastrofičnih, negativnih, slabih in za našo samopodobo rušilnih misli si sporočamo s tem, če ciljev slučajno ne bomo dosegli. A ne? To je tudi zelo pomembno polje razmisleka. Ja, in nam veliko pomaga. To pomeni, da lažje dosega cilje, ker se seveda vsak od nas zaveda, da ga lahko tudi ne dosežemo. Kjerkoli cilja v življenju. Še tako lahkega cilja se lahko spotaknemo, pa ga ne dosežemo. Kaj šele težjih in višjih ciljev. In tukaj se v performance, pa ne samo v performance poklicih, ampak tudi na splošno življenju srečamo z tem paradoksom, a ne, ko bom rekel, neka obče razumevanje high performinga je dostkrat to, moraš imeti visoke cilje, moraš si še višje cilje in ampak s tem si zvečaš tudi nevarnost, da ciljev ne boš dosegel. In pol pride ta tema zelo, zelo na plan, ki sem jo zdaj predstavil, in to je, kaj pa bo, če jaz ne bom dosegel cilje? Koliko to katastrofiziram, koliko to negativno vidim, koliko to self-destructive vidim, če jaz ne bom ciljev dosegel. Ker više, ko si postavljamo cilje, više je tudi verjetnost, da jih ne bomo dosegli. Mimogrede, v športu, pa tudi v drugih poklicih, podjetništvu, imamo konkurenco, ki tudi iste cilje hoče doseči. In seveda vsak športnik, ki je prišel na štart, pa je pogledal levo, desno v svojo konkurenco, se nekje globoko v sebi tudi zavedal, da je možno, da danes cilja ne bo dosegel, tudi če bo dal vse od sebe, to, kaj dostkrat pravijo. Zato je soočanje z potencialnim neuspehom izjemno pomembna tema, ena od najpomembnejših top 5 tem v športni in performance psihologiji. Isto je v podjetništvu, tu, kar recimo zdaj se ukvarjam. A ne? Isto. Kaj pa če v bistvu ta cilj, ki je postavljen iz vidika neke številke, zamenjamo, da to postane v bistvu smernica, torej to je moja orientacijska točka, tja hočem prideti, ne? Ja. Ampak cilj je pa, da jaz poskrbim, da bom jaz optimalno lahko performu, torej da bom po domač povedano dal vse od sebe. Ker tukaj so te stoični reki zelo močni, ki so meni tudi zelo, zelo všeč. Torej, edina stvar, ki jo moraš od sebe pričakovati, je, da si dal vse od sebe in nad tem imaš kontrolo. Tako je. Ja, tudi s tem pomagamo vsem možnim performerjem in tudi običajnim ljudem. Čistko, bom rekel, kako naj temu rečem, vsakodnevnih zadevah, da ti, recimo v partnerskih odnosih je težko, ali pa, ne vem, naprimer v službi spremeniti nekoga drugega, se bo on tudi hotel ali ne hotel se spremeniti. Ti lahko imaš cilj, jaz bom, ne vem, ali svoj delek ali svojega sozaposlenega prepričal, da bo on razumel, ne vem, da mora tako pa tako narediti, zato da bo meni lažje. Ti nisi siguren v to. Zato, ker je to izven tvoje kontrole. V športu absolutno in v drugih performance zadevah konkurenca bo isti cilj hotela in tako naprej. In zato je, bom rekel, smernica tudi poleg tistega, kar sem rekel, da se mi moramo začeti naučiti razmišljati in soočati, kako katastrofiziramo potencialni neuspeh, je druga smernica, lepo si jo povedal, je druga smernica
Daj postavi si tako imenovane kontrolabilne cilje, mi temu rečemo strokovno. Torej tisto, kar lahko ti za svojo kontrolo narediš Tako, in smučar lahko smuča najboljše proba danes smučati. Če bo pa 5 boljših od njega, pa ne more kontrolirati. Tako, to. In postaviti si cilj, tisto, kaj je popolnoma v tvoji kontroli, je tudi ena od pomembnih umetnosti dobre psihološke priprave na različnih področjih. Moram eno vejico postaviti, ker tukaj imamo pa 2 problema. En problem je, da narava športa ali pa poslovnih ali pa kakih drugih poklicov seveda zahteva tako imenovane zunanje cilje tudi. In seveda vsi gledamo tiste, ki zunanje cilje dosegajo. Če je en športnik 400 na svetu, on seveda interno je lahko zadovoljen, ker se je to dobro naučil, ker je naredil vse, kar je bilo v njegovi moči. Ampak seveda za publiko, ker šport je za publiko, pa marsikateri drugi poklici pa s tem niso zadovoljni. In zato so eksterni cilji, to pomeni zunanji, seveda tudi in general pomembni, ali pa da ne rečem v nekaterih športih, če ti recimo v zimskih športih ne boš med 30 na svetu, kar je eksterni cilj, in si vsak slovenski športnik recimo to zada, zimski športnik, da bo v svetovnem pokalu med točkami 30 prihajal, ti se pravzaprav tam po nekem 22, 23, 24, 25 letu ne moreš več ukvarjati s svojim športom, ker je narava športa takšna. In tu imamo realne probleme potem, da seveda športniki konec koncev tudi ljudem v podjetjih se isto zgodi, recimo pozicija, želim si neko pozicijo, želim pač smeriti, ampak ta pozicija je samo ena, ne pa 3, naprimer. In te zunanji, tako imenovani zunanji cilji, ne notranji cilji, kaj boš ti, kaj je pod tvojo kontrolo, ampak tudi zunanji cilji, so seveda pomembni v življenju in ne moramo jih izključiti. Ja. Drugače pa, ko pa seveda je pa, tako kot sem rekel, ta usmeritev nujna. Ja. Ampak že zavedanje, da obstajajo zunanji cilji in notranji cilji, tukaj ogromno pomaga. Seveda ogromno pomaga, Ja. In če se ti vedno lahko samo na notranje cilje usmeriš, če pa s tem še zunanje dosegaš, pa toliko boljše. Kaj bi ljudem pomagali, splošni populaciji, iz tega, kar sva zdaj govorila, da bi še vseeno ostali ambiciozni, ne bi bili pa prestrogi, ne vem, kjer izraz uporabiti, prestrogi do sebe, veš, kaj mislim? Tako je. Da bi s tem gledanjem na svoje interne cilje sami se po bistvu postavljali poligon, kjer so same ovire, namesto da bi bila to jasna linija, da bi lažje dosegali ta eksterni cilj. Absolutno priporočam notranjo ambicioznost z močno oplemenitenostjo namena, nekega globljega namena. Niso samo goli cilji pomembni, ne notranji, ne zunanji, ampak da je to v kontekstu nekega smisla, če hočeš temu reči, smisla namena. Zakaj si nekdo postavlja cilje, da bo zdaj šel na ljubljanski maraton? Ali zato, da se bo postavil pred drugimi, ali zato, da bo dolgoročno spremenil svoj način življenja na bolj zdravega, naprimer, in da ima to nek večji, močnejši pomen. Zakaj si nekdo želi drugo službo, ali zato, da bo šel v okolje, ki je manj stresno, mu bolj prijazno, ali zaradi tega, ker jaz sem tam boljša plača ali kakorkoli. Mislim, treba se to ambicioznost malo oplemenititi z nekim globljim pomenom in namenom, ki ga za življenje ima, to bi dodal. Ja. Zagotovo pa vsi ljudje smo soočeni včasih z doseganjem ali z nedoseganjem ciljev, tudi notranjih, tistim, ko smo mi dali maksimum od sebe in je bilo samo pod našo kontrolo, tam pa absolutno priporočam, nekako tako, kot si rekel, bolj prijazno do sebe, ne bičanje samega sebe z jaz sem nevreden, jaz sem slab, jaz se nisem dovolj potrudil, jaz bi lahko več, jaz sem nesposoben in podobnimi interpretacijami, s katerimi se dostkrat udrihamo takrat, ko nekih ciljev nismo dosegli. Ampak z neko zmerno, prijazno samokritičnostjo, da seveda pa tudi
tako kot vsak dober performer, evalviramo, kaj bi lahko naredili bolje v drugem poskusu. To pa ja, a ne? Ne pa za tako močnimi negativnimi interpretacijami, kot sem jih prej omenil, a ne? Če se ne bi toliko osebno povezvali s temi zadevami, če bi imeli malo večjo sposobnost, oziroma kar v praksi deluje, vsaj pri meni, je ta neka zmožnost objektivnega pogleda na situacijo. Ne? Bi pogledala objektivno na to situacijo, bi rekla, ok, dosežeš, ne dosežeš cilj. Pač važno je, da si ti naredil premik, a ne v neko smer. Premik je tisti, ki ti bo dal informacijo, premik je resnica, ne? In ti želiš pač čim več resnice, to te bo naredil boljšega. Ne da boš imel ti najboljšo idejo, ampak da boš dejansko executal in se na podlagi tega pol boljše odločil. Tako, premiki, napredek, to je nekaj, kar vedno človeka motivira. Ja. Zato je pri soočanju z nedoseganim ciljem zelo pomembno, da in tudi vsi športniki to delajo, tudi trenerji njihovi, da z neko mirno glavo čez 2-3 dni analiziramo, kire premike, kire napredke smo pa kljub temu naredili, dajmo jih nesti v nove tekme, dajmo jih nesti v nov cikl življenja ali pa treningov ali pa tekem. In isto velja za laike, poslovanja. In ja, vidi se, da tako, ne vem, ljudje v zahtevnih poklicih, poslovneži, športniki, glasbeniki in tako naprej, ki stalno vzdržujejo visok nivo motivacije, da so večinoma na te notranje cilje kontrolabilne in notranje motivirani. Rečemo jim tudi procesni cilji strokovno, tukaj, kjeri proces bo mene pripeljal do končnega zunanjega cilja. Ja. Ono so pa outcome cilji oziroma goals, a ne? In se vidi, da nekdo, ki je dolgotrajno motiviran, ki ga porazi ne zanihajo preveč, se vidi, da je večinoma motiviran na te procesne cilje in da vidi napredke, kljub temu, da morda zunanjih ciljev kdaj svega ni dosegal, kar je pač realnost v življenju. Tako da ja. Jaz sem večkrat slišal, da mislim, da je bil Simon Sinek pa še kakšen z podobnega foha so rekli, da v bistvu cilji so nekaj, ampak bistveno je, da si ti sposoben zgraditi sistem, po katerem se te cilji dosegajo kot posledica tvojega dela. Tako je. Torej, da ti v bistvu... To je pot, ne? To je motiviranost za pot, se temu tudi reče, ne? Sem pa še nekaj prej pozabil omeni. Pač naša družba je predvsem s pojavom socialnih medijev, interneta in hitrih izmenjav informacij zelo, zelo kruta v tako imenovanem glorificiranju zunanjih ciljev. Ja? Mal kritično bom zdaj rekel, ne, noben še ni na Instagramu objavil, dan sem bil poražen, pa sem toliko ponosen na sebe, ker sem to dobro naredil. Ja? To me zelo skrbi, no? Ker v bistvu potem vsi ljudje, ki to gledamo, pač se nekako nezavedno učimo, da so neki ideali, ne, torej glorificiranje prvič zunanjih ciljev, ne, neki, kar so, ne vem, ful denarja je treba imeti, ne vem, ful uspeha je treba imeti v športu, v poslu, ne vem, kje je v službi, to moraš biti najboljši, da je to sploh nekaj vredno, ne? To je to glorificiranje, plus dvigovanje meje, ker seveda ta uspešne nezavedno vsi lažje oziroma bolj motivirano opazujemo in oni nas navdihujejo in tako naprej. Ampak v naši podzavesti se pa seveda ustvari prepričanje, da je samo to vredno. Pogojeno spet. Da je samo to vredno, ja. In to je pač kar pomembno, neprijetno seme duševnih stisk in neprijetnega počutja. Ne, pač vredno je marsikaj drugega, nižji cilji, vredni so nejavni cilji, vredni so cilji za svoje bližne, samo vredni so pot do raznih ciljev in tako naprej. Ne pa samo najvišji in tisti zunanji glorificirani, kot so denar, slava in izgled in športni uspeh konec koncev, ne. To pa je past neka taka podzavestna, ki se ustvarja in tudi potem povzroča marsikjeremu posamezniku veliko nezadovoljstva v življenju, čeprav marsikaj dosega, v marsičem je dober,
samo ne pa špico, pa najbolj glorificirano, pa najbolj znano. Ja. Dejansko si To mi me kar skrbi. dal si mi zelo dobro izhodišče za vprašanje in to vprašanje se nanaša na tvoj cilj, ki sva se pogovarjala, ne, si mi zaupal, da je tvoj cilj izboljšati učinkovitost in hkrati obdržati psihološki well-being, balance, duševno zdravje. Tako je. In se mi zdi, da si kar malo nakazal, da greva zdaj v to tematiko, pa me zanima, zakaj je tvoj cilj tak, zakaj si dal poleg tega performance aspekta, po katerem te pač poznamo, oziroma je tvoja nekak identiteta kot coach zgrajena, ne? Kje zdaj ta well-being noter pride in to duševno stanje, zakaj si ga dal zraven kot enakovreden del? Ja. Iz večjih razlogov. Prvič, če začnem kar pri performance delu, ker sem pač tekom dolgih let izkušenj opazil, da športniki, zdaj podjetniki, če nimajo osnovnega psihološkega well-beinga pospravljenega, urejenega, vsaj do nekega minimuma, če temu tako hočeš reči, potem tudi performirati ne morejo dobro. In se pač zaplete. Zato, ker osnovni well-being je povezan z vsemi ostalimi področji življenja, ki ga še imamo. Storilnostno področje, o katerem smo danes največ govorila, to pomeni tam, kjer se dosega cilje, naša služba, kamor hodimo, tam, kjer performiramo, je samo eno izmed področji življenja, za katerega seveda fajn, da dobro poskrbimo in da dosegamo fajne cilje, vendar imamo tudi druge področje življenja, ki pa seveda vplivajo, in to so prosti čas, kako s prostim časom operiramo, to je naše telesno zdravje, kako s telesnim zdravjem operiramo, to so naši bližnji in odnosi z našimi bližnjimi, to je to je vse pri telesu, spanec, prehrana in tako naprej, to not mislim vse to. Okay. Druga področja so seveda tudi, kaj mi dajemo, brez da bi želeli nekaj vračati, s čim se mi ukvarjamo, brez da bi želeli nek učinek ali dosežek, to so tako imenovana nestorilnostna področja. To vse je sestavni del našega duševnega bistva, ne pa samo storilnostno področje. In se ta ostali deli ne delujejo, če ima športnik, performer, podjetnik, ne vem, težave pri medosebnih odnosih, naprimer, ali pa težave s telesnim zdravjem in tako naprej, valjda bo to tudi vplivalo na učinkovitost. To je prvi razlog. Drugi razlog, pa ker seveda jaz kot svetovalec imam svet celostnega človeka pred sabo in se čutim moralno, etično dolžnega, da poskrbim za vsa področja, ne samo za eno področje, ki sicer morda kjer začneva, naprimer, ne, ampak seveda, zakaj? Ker potem lahko pride do težjih, kljub temu, da je nekdo zelo uspešen in visoke cilje dosega, lahko pride paradoksalno do težjih tudi psiholoških motenj. Najbolj znana je burnout. Ja? Ker če ti pač svojega telesnega zdravja, naprimer, ne gojiš ob tem, da želiš visoke dosežke, če ti dobrih odnosov ne gojiš, če ti svojega psihološkega ravnovesja ne gojiš, če ti tudi ne dajaš okrog bližnjim ali pa drugim, ne skrbiš za odnose, potem boš, mi temu rečemo, osnovne človekove potrebe nezadovoljiv oziroma kršil. In zaradi tega se pač kot celota, kot človek, pač lahko sesuješ v burnout, naprimer, ali pa še kakšne druge motnje, skrite depresije ali kaj podobnega. In potem pač je to morda še bolj pomemben razlog, zakaj je to, bom rekel, the mission mojega poklicnega življenja. Ne? Torej prvič sem rekel, če zdaj povzamem, ker to zelo močno vpliva na sam performance, drugič pa, ker seveda je neko moralno etično načelo, da človeku kot celoti pač pomagaš. Ne? In jaz že odkar sem športniki delal, ne, smo se veliko pogovarjali in veliko skušali urejati ta ostala področja življenja, ki so z osnovnimi potrebami, psihološkimi potrebami povezane. In to so, ne, na teh ostalih področjih gradimo potrebo po varnosti, potrebo po sprejetosti, potrebo po spoštovanju, potrebo po samoaktualizaciji. To so pomembne psihološke potrebe, ki jih vsi ljudje imamo. In če niso zadovoljene, pride do duševne stiske, duševne motnje, Bog ne daj, ampak lahko.
A ne? Misliš, da je tok... In to ni seveda etično in moralno, če spustimo to konc koncev. A ne? Ja. To dejansko to nas dela človeške. Tako. To je približno tako, si lahko predstavljaš tudi kot kondicijski trener, ne? Ki je usmerjen v to, da bo nekdo imel več hitrosti, več moči, več mišic, vejca, ne sme pa povzročati poškodb z svojimi metodami in tehnikami. A ne? Ker dejansko ima lahko tudi negativne posledice. Ne? Seveda. En izmed takih, ki mi je že danes večkrat prišel v glavo, ko si govoril, o čem je Michael Jordan. Ne? Fenomen iz vidika tega, da je jezo, recimo, ko smo se prej pogovarjala, znov obrniti v to, da je rato pač nezaustavljiva. Ne? Zakaj njemu to ratal? Iz tvoje perspektive, ne zdaj, da veš, ne? Pa tako. Či si s Ferbca me zanima. Kako bi ti analiziral? Ja, po moje je veliko teh mehanizmov imel v glavi kar dobro urejenih, naprimer pač mehanizme tega, da je treba in je tudi znal dobro samo kontrolo emocij imeti, čisto enostavno. Aha, jeza, čutim, v redu sem, usmerjam jo pa v nekaj, kar je konstruktivno tu zdaj na terenu naredim. Ja. Ampak, ne, seveda pri jezi recimo in tudi drugih čustev je pa pomembno, da znaš tudi se toliko uravnavati, da ne greš čez mejo, a ne? Kar tudi marsikdo dela napako. In tako da neko ohranjanje meje se pa tudi Jordan in njemu podobni naučil, ker ne, košarka omejena, 5 faulov, lahko narediš 6-7. To je to, a ne? Naprimer, a ne? Košarka omejena tudi s tem, da pač ti moraš iz izdelanih pozicij metati na koš, ne od koderkoli, ker si jezen. In torej moraš tudi neko višjo mejo pa jeze zadržati in kanalizirati smiselno, tako da to je marsikaj od tega imel. Plus imel je izjemno močen drive, da je cilj pomemben doseči, torej danes zmagati, kot sem prej omenjal, recimo, ne pa si delati škodo z nekonstruktivno jezo in ukvarjanje sodniki in tako naprej, naprimer, ne. Če se spomniš Jordana, imamo zelo malo slik okrog tega, koliko se je sodniki ukvarjal. Ja, nič. On je pač, da bi v neko cono, v neko cono svojo šel in vse, kako se jaz, edini način, da jaz to bitko dobim, je, da zmagam tekmo. Ja. Ali pa, da boljše igram, če smo zdaj na teh notranjih ciljih in postopnih ciljih, da naslednjo, tudi prej smo omenjala notranje cilje, nismo pa omenjala recimo postopne cilje. Naslednji napad je važno, kako ga bom naredil. Pa naslednja obramba je važna, kako bom naredil. Pa naslednji napad je važno, pa naslednja obramba. Tako fokus v tukaj in zdaj. Ja. Ne pa v kaj je bilo prej, ko sodnik ni dobro piskal, pa kaj bo čez 6-7 napadov spet, ko bo slabo piskal, ampak zelo močen, to je imel izjemno močen fokus tukaj in zdaj. Ja? In temu rečemo tudi, da eni športniki bolj, drugi manj, pa tudi v ostalih poklicih se to vidi, bolj padejo v tako imenovano cono optimalnega funkcioniranja, lahko in rečemo tudi neke vrste mindfulness je to, ali pa neke vrste zanos, da si ti izjemno močno fokusiran v to, kaj tukaj in zdaj delaš. Prisotnost, čuječnost, tako, in da lahko svoje emocije toliko skalibriraš, da ne motijo te cone in da ostaneš učinkovit. A ne? Tako da ja. To me dejansko spomne na eno stvar, o kateri sva prej govorila, in sicer, ko sva se pogovarjala o neprijetnih občutkih in je bil pol primer tega v bistvu, kako ti aktivno ali pa pasivno reagiraš na njih, ne? A bi rekel, da, ker zdaj malo sem razmišljal vmes, ker si žalost omenil, recimo. A ni recimo že aktivno delovanje tukaj, da si jo pustiš čutiti? Seveda. Torej, da samo si z njo, greš v občutke in ne grejo čez, ne? Seveda. Ja. Vejca plus da poslušaš in razmišljaš, kaj ti ta žalost sporoča. Najbolj naravna žalost, ki jo imamo vsi, ob neki izgubi. Če smo nekoga bližnjega izgubili. Če ti ta žalost sporoča, da je bila ta oseba fajn, prijetna in da je škoda, da smo jo izgubili, je treba to podoživeti. In to večkrat obračati zato, da lahko mi pridemo do najbolj konstruktivne razrešitve te žalosti in to je dobra poslovitev. Mi se bomo dobro poslovili takrat, ko bomo večkrat doživeli, kaj je bilo fajn s to osebo, kaj je bilo dobrega s to osebo, kaj nam je ta oseba dala, kaj bomo
naprej nesli v življenje in žalost nas navidezno ustavlja pri tako imenovanih zunanjih aktivnostih, ampak notranja aktivnost, razmišljanje o tej osebi, tako sem se rekel, kaj nam je dala, kaj je bilo dobrega, smo pa zelo aktivni. Ja? In temu se reče sprejemanje žalosti kot emocije, ko mi potem tudi razmišljamo o tej izgubi, kaj nam je pa vseeno dobrega prinesla, pa kaj zdaj se lahko naučimo iz tega, pa kako se bomo zdaj poslovili. To so dela, miselna dela, rečemo temu miselna aktivnost, ki jo tekom nekega obdobja žalovanja, ki lahko žal tudi traja več mesecev, lahko pač konstruktivno naredimo. A ne? Od zunaj se sicer to ne vidi kaj dost, ampak je pa veliko enega razmišljanja, ki lahko pelje v neko novo redefinicijo življenja, kar je večina ljudi, ki so žalovanje dali skozi, na nek način moralo narediti. A ne? Tako da ja, to je tu aktivnost, recimo pri žalosti. Zelo redko jo vidimo, a ne? Ker rečemo, joj, zdaj pa nič ne delaš, pa nič se ti ne da. Glej, sem žalosten, dopusti si žalost. Točno to, ne? Začne se z dopuščanjem emocije, da jo doživljamo, potem pa nam v naših mislih, ker je emocija tu, da marsikere konstruktivne odgovore za življenje. Ja, hiter je past zraven, ne? Ko se pogovarjamo midva v aktivnem delovanju, pa reakciji na neki, ne? Da ti vedno misliš, ok, žalosten sem, nekaj moram narediti. Tako, ja. Pet na sprehod, ne vem, nekaj drugega. Nekaj drugega, nekaj, kar nima veze za to temo, pa je lahko šport. Ja, ne. Mora imeti vezo, povezavo za to temo, zakaj je žalost tukaj. Ali druge stvari. Isto velja za strah, lahko damo podoben primer. Ali tremo. Ja. Ne? Nekdo, ki je, ne vem, ima tremo pred javnim nastopanjem, na primer, reče, ne, jaz ne bom imel treme, jaz bom do zadnjega se ne ukvarjal s tem javnim nastopom. Ok, but, mogoče ne boš živčen, mogoče ne boš v strahu do zadnjega, samo pripravo se pa tudi ne boš dobro na to javno nastopanje. Kaj pa boš zdaj s tem? Ne? Če pa si ti 3 dni prej živčen pred nekim pomembnim javnim nastopom, ti pa verjetno v zvezi s tem, aktivnost v zvezi s tem govori, da se boljše pripravi. Kar je konstruktivno, a ne? A si ti, a je bilo tebe česa kdaj, mislim, itak, da te je bilo, ampak a mi lahko mogoče skozi svoj primer poveš, kako si se s kakšnim svojim strahom soočil? Tam, ko so zelo dobro živo, čeprav je bilo več kot 25 let nazaj, spomnim tega stalne živčnosti in strahu, ko sva začela današnjo zgodbo, ne? Ko sem prišel kot mlad naivn študent na Union Olimpijo in delati za člani, ki so mimogrede bili vsi starejši od mene. Kdo je takrat kaj igral? Bova pustila imena, ampak večina je bila mnogo starejših od mene in večina ni sprejemala športne psihologije, mene prvič videla in tako naprej. Jaz sem pa takrat seveda vedel, da moram, če že, dati čim prej in zelo veliko neko koristim. Nisem pa še zares vedel, kako, ker sem bil mlad naivn študent, ker sem bolj teorijo poznal kot prakso, če rečem malo po domače. A ne? In to je bilo kar nekaj mesecev nesigurnosti, strahu, nizke samozavesti in tako naprej. A ne? Kak sem se soočal, jaz sem se učil, dodajal, probaval nekaj malega, mal tu, mal tam. Analiziral samega sebe pa športnika, a je to zdaj prineslo neko korist ali ne, spraševal za feedback in tako naprej, ampak v ozadju pa skozi čutil neko nesigurnost pa strah. Valjda. Česa te je bilo resnici strah? In to še vedno je, a ne? Sej recimo ti pred vsakim novim klientom, ki pride, a ne, ti ne veš, kaj je tisto, kaj bo prinesel. Zdaj seveda v manjši meri ne veš tisto, kaj bo prinesel in ne veš, a boš s svojimi postopki res deloval tako, da bo prinesel neko korist za njega in bom s tem zadovoljen in bomo šli lepo naprej. Ne veš, ne moreš tega zares vedeti. In seveda se neka nivo treme, anksioznosti pač dvigne, če jo pa sebi vprit umeš, ti pomaga, da se bolj pripraviš, bolj poslušaš, bolj analiziraš, kaj je bilo, naslednji sestanek bolj pripraviš in tako naprej. A ne? Se pravi, je strah v bistvu pred tem, da ne bi prinesel dovolj koristi, tako, kar smatraš kot svoje delo. Absolutno. Tako, ja. In tri pikce mojo vrednoto. In vrednoto. Ja. Ker, ja, po eni strani, ne, od tega živim, če rečem,
pod črto, a ne? Da bojo stranke zadovoljne, da bojo stranke nek konkreten napredek naredile, ki je za njih pomemben. Ni važno na kateri dimenziji, na dimenziji motivacije, samozavesti, kontrole emocij, stresa, motivacije, komunikacije, milijon je enih področji oziroma vprašanj, ki mi jih postavljajo. Ampak ja, od tega živim pač in hkrati, kar je pač tudi moralno, etična, vrednotna dolžnost, seveda, da če si ti nekdo zaupa, da če nekdo želi od tebe neko pomoč, neko usmeritev, da mu pač tudi to moraš dati. Vse včasih se ne da, to je čisto realno in tudi treba povedati, da ne znaš, ne zmoreš po toliko letih izkušenj, da to ni tvoje polje, da nekaj tu ne vidiš in polje pač korektno tudi drugam preusmeriti. Ampak ja, to je osnovno, vse veliko naših neprijetnih emocij in to je to, kar sva recimo danes govorila, ali je to žalost, ali je to obup, ali je to strah, ali je to jeza, ne veliko. Vse naše neprijetne emocije pridejo od tega, to je definicija emocij, da mi čutimo, da mi zaznavamo, da mi mislimo, da se z neko pomembno vrednostjo nekaj dogaja. Neko vrednoto ali neko našo potrebo, a ne? In nekaj pomembnega je at stake, bi se reklo. In takrat seveda čutimo emocije, prijetne ali pa neprijetne. Prijetne takrat, ko dosežemo nekaj pomembnega, a ne? Nek cilj in smo veseli, a ne? Neprijetne takrat, ko ne dosežemo nekaj pomembnega, ali je ogroženo to, kaj bi naj bilo pomembno. In v tem primeru, ko sva se zdaj pogovarjala, seveda meni je pomembno deliverati neko korist za klienta. In vem, da je njemu tudi pomembno. In vem, da je pač to dolžnost in etično dati kot pomembna vrednota. Ja. Ko delaš z ljudmi in ko naletiš na nekega res ekstremnega performerja, ki ga res tudi ti pomagaš zbildati, Jordan varianta, torej nekdo, ki je res odličen v tem, kar dela. Kako takmu človeku pomagaš, da rata boljši vodja, torej da ni samo dober, ko on nekaj dela, ampak da je sposoben ekipo zdaj zboljšati. Če bi prej se pogovarjala o delu z igralcem, se zdaj pogovarjava o delu s trenerjem. Tako je. Dobro vprašanje. Zelo pogost izziv v podjetništvu, v podjetjih, tudi v športu, ja, kot dober igralec hoče biti trener, v podjetništvu, v malih, srednjih podjetjih, pa še toliko bolj tudi v velikih podjetjih, ker nekdo, ki se kot performer dobro izkaže, ga dostkrat si želijo podjetja tudi za neko vodilno funkcijo, a ne? Zato, da bo še druge naučil in da bo še drugi dobro performirali, a ne? In da bo druge dobro vodil. Včasih, oziroma velikokrat se kar zaplete, moramo najprej osnovo dati, preden pride moje delo tukaj noter. Osnova tukaj je, da veš, naša duševnost je sestavljena tudi iz temu, kar mi rečemo sposobnosti. Ja? In kot se rečem, klasična inteligenca ali pa emocionalna inteligenca ali pa socialna inteligenca in tako naprej. Moramo biti realna in včasih nismo vsi za vse in nimamo določenih sposobnosti. Za vodenje ljudi so specifične sposobnosti že potrebne. Potem, če to nadgradim, za vodenje ljudi in te sposobnosti so drugačne od tistih, kar so performerja pripeljale na nek nivo. A ne? Naprimer, najbolj tipična emocionalna pa socialna inteligenca, ki je drugačna kot običajna, klasična, ne vem, matematična, računska, verbalna, neka taka inteligenca. Pol pa greva še en korak naprej in to so veščine, naučene veščine. Za večino vodstvenih veščin ljudje nismo opremljeni, da bi neko zavestno šolo hodili. Ampak mi pač komuniciramo tako, kot smo naučeni down the road, bi se reklo. Tako, kot so starši z nami komunicirali, tako, kot so učiteljice z nami komunicirale, tako, kot so naši trenerji z nami komunicirali. In mi pač mislimo, da je nezavedno, seveda, da je ta skill, ki ga imamo v komunikaciji, takšen in da bo dober za vodenje ljudi. Ni pa nujno. Ni pa nujno. Odvisno, koga vodiš na kak način. To je, na primer, komunikacijske veščine ali pa veščine podajanja feedback ali pa veščine podajanja navodil.
Jasno. veliko jasnost navodil, veliko vodij ima probleme, ker se jaz vem, kako narediti. Ampak kako dati navodila, da bo drugi vedel, kako narediti, je pa skill, je pa veščina, ki jih lahko marsikeri novopečeni vodja, ki je zdaj prej bil performer, zdaj pa vodja, nima. Ja. Enostavno in ne zna. Ali pa misli, da zna, pa v bistvu ne zna. In potem followerji, pač zaposleni drugi, naprimer, ali pa v športnih klubih, pač ne razumejo. Ja. Ker na nekem drugi frekvenci govori po domače. In on reče, pa dobro, saj sem povedal. Jaz sem noben te ni razumel. Torej, imamo izjemno močen, izjemno širok skill set vodstvenih veščin, ogromno nekih komunikacijskih veščin, ogromno ustvarjanja, procesov, reda, zaporedja. Ti si lahko zelo dobro treniral v športu, ampak da bo zdaj sestavil trening, ki bo pil vodo od A do Ž, je pa drugi skill. Ne samo, da si ti izvrševal ukaze trenerja in vidiš, kak je treba trenirati in vse narediš, kot trener reče, ti zdaj moraš sestaviti trening, to je čist drugi skill. In isto velja za poslovna okolja. No, ampak ta drugi nivo veščin, o katerih govorim, ta se pa da naučiti. Mogoče ni to globok kot sposobnosti, ki sem rekel, ta se pa da naučiti. In če imamo voljne vodje, ki bi se želeli naučiti vodstvenih skillsov, potem smo na dobri poti, da se bo tu nekaj dobrega zgodilo. Predvsem, da imajo vodje neke vrste samozavedanje, da en set skillov, ki so jih prej imeli, ni nujno isti kot ta, ki jih zdaj rabimo, ko postajamo vodje. To je drugi set skillov. In da so se voljni potem učiti, da se najprej tega zavedajo. Ne pa, da grejo po, klasičnem razmišljanju, sej, če jaz znam, pol bojo drugi tudi znali. Ja. Sam, gledali te bojo. Ja, eni se z gledanjem učijo, drugi se s poslušanjem naučijo, tretji se z branjem naučijo, četrti se z, tretjim s potrpežljivostjo naučijo, peti se s feedbackom naučijo. Različne so metode učenja, naprimer, ali prenosa znanja, kar je dostkrat najbolj aktualno. Ali pa ja, tako kot sem jaz bil organiziran, tako deluje. Ja, za tebe. Za drugih 5 pa mogoče ne. Dej nauči se še kakšne druge metode organiziranosti, naprimer, kar dostkrat pride. Tako da ja, tu gre za veliko učenja nekih skillov, nekih veščin vodstvenih, ki so drugačne kot tiste prej. In če imamo voljnega vodjo, ki bi to rad, potem gre naprej. Ja. Zelo lepo se povezuje tudi s športom. Tako, absolutno. Veva, marsikeri športniki, ki so bili vrhunski, niso postali dobri trenerji, marsikeri drugi pa so. V ozadju je skrit, najprej sem rekel, sposobnosti, drugo je pa v ozadju skrit en skill set, različnih vodstvenih veščin, ki so se jih marsikeri športniki že down the road na poti tudi dobro učili in jih pol samo prenesli. Tipičen primer je, naprimer, v košarki je veliko trenerjev bilo playmakerjev prej, ki so že itak mogli voditi ekipe, tako ali drugače na terenu. In je recimo ta skill set lažje prenesti, kot če si neko drugo pozicijo igral, ker nisi bil prisiljen več let pravzaprav voditi, usmerjati, komunicirati, playmakeri več komuniciranje, to vodstven skill set in tako naprej. Ja. A bi rekel, da je lahko človek talentiran za vodenje? Ja, seveda, to je tisti del, ko sem rekel, da imamo določene psihološke sposobnosti, kot so recimo najbolj znana emocionalna inteligenca, pa socialna inteligenca, kar neki set, tudi tega prej nisem menil, drugih osebnostnih lastnosti je tukaj. Pomaga, kot je naprimer empatija, kot je naprimer želja za delo z ljudmi in tako naprej. To seveda pomaga in temu skupku nekih določenih osebnostnih lastnosti, ki smo jih mi s sabo prenesli, so lahko bolj ali pa manj ugodni za vodenje. Zato rečemo, da je nekdo bolj talentiran, nekdo pa manj talentiran. Ampak to se da premostiti tudi z učenjem skillsov, kot sem rekel, ali pa z boljšimi, z bolj kvalitetnimi prepričanji, ki ni nujno, da so zmotni ljudje, nič se ne da dopovedati ljudje, recimo nič ne znajo, bla. Tudi moramo se
pri tem mojem delu boriti z marsikirimi zmotnimi prepričanji, ki tudi ovirajo vodenje, naprimer, ja. Kaj pa še ena, ki je po moje še bolj destruktivna, saj jaz sem jo tako opazil. Jaz recimo ne bi mogel imeti vodje, ki zahteva od mene nekaj, kar sam ne dela, recimo. Ne? Torej, da ti meni rečeš, vsak dan si točen in ti vsakič zamudiš. Ne? Jaz s tem ne bi mogel živeti, zato ker moja vrednota spoštovanja in a ne, resnice je premočna za nekaj tazga. A si v svoji karieri naletel mogoče kdaj na tak primer, da je bil vodja tako sposoben za znoret, ampak mu je pa manjkalo teh preprosto človeških lastnosti, s katerimi bi si zgradil spoštovanje, da bi mu ljudje sledili. Seveda, ja. Tu gre za to, da že v naravi vodenja je to, da je to exposed pozicija, ja. Torej pozicija, ki je na ogledu in jo drugi vidijo in gledajo. In že iz tega, če boš ti, mi pravimo, da če ti hočeš voditi, moraš imeti neke mehanizme vplivanja. In te mehanizmi vplivanja stojijo na različnih, strokovno se temu reče, socialnih močeh. In socialna moč je v tem, naprimer, če ima nekdo veliko znanja in potem tisti, ki so v skupini, lažje sedijo, on ima veliko znanja, mu bomo sledili. Temu rečemo, naprimer, moč znanja. Potem imaš moč izkušenj. On ima veliko izkušenj, nekdo, ki ima veliko izkušenj, mu bomo sledili. Pol imamo, recimo, še druge vrste moči, ampak ta, o kateri ti govoriš, je pa tako imenovano moralno-etična moč. Če se vodja moralno-etično obnaša, kar pomeni, da je, naprimer, korekten do ljudi, naprimer, da se drži osnovnih pravil vedenja, kot so, pozdravljanje, spoštovanje drugih, kazanje spoštovanja in tako naprej. In neke osnovne moralno-etične norme, ki jih vsaka skupina ima, velika, mala, milijonska ali pa 5 tistih, ki jih je v eni mali skupini. In če vodja temu sledi in oni vidijo, da se moralno-etično obnaša, potem je spet večja verjetnost, da bojo zaposleni ali pa, ljudje v športni ekipi sledili tej osebi. Če si recimo bral knjigo o Alanu Fergusonu, dolgoletnemu trenerju Manchester Uniteda, je veliko govoril o tem, kako je gradil kulturo moralno-etičnega, lepega vedenja. Sir Alex Ferguson. Tako je. Okay. V klubu nasplošno. In da je on prvi bil vzor, ni slučajno dobil naziva sir. Ni slučajno, to. Za tem tako imenovanim pač vsem moralno-etičnim vedenjem. In mi vsi seveda težje sledimo nekemu vodji, ki se ne obnaša moralno-etično. In seveda, to je izjemno pomembna kategorija. Ali pa potem imamo še, naprimer, socialno moč nekega dobrega odnosa, lažje sledimo vodjem, ki imajo dober odnos z mano. Ja. In to so vse neke, mi rečemo po domače, rečemo temu, na čem vodja gradi avtoriteto, rečemo po domače temu. Na čem? Najboljše na vsem od teh. Ja? Na dobri moralno-etični, na znanju, na izkušnjah, na dobrem odnosu. Peta je tudi na odkritosti, pa na avtentičnosti. Da rečeš, glej, tega ne znam kot vodja. A me lahko vi naučite? To pa to nimam odgovora, tu pa imam problem, pa prosim za rešitev. Neke vrste avtentični odkritosti in tako naprej. In to tudi znajo ljudje ceniti in zaradi tega tudi slediti. Je mogoče zmotno prepričanje, da mi sledimo nekomu, ki kaže, da vse zna in zmore. Tudi to obstaja, vendar vsaj v nekih manjših skupinah ima to vrstna moč tudi problematične dimenzije, bi se temu reklo. Ker je to seveda navidezno, ker ne more vsega znati in tako. Sigurno, Se tudi, če pogledamo malo širše, pa pogledamo mogoče še to tematiko, malo stanje družbe trenutno, kako je, itak si že prej tudi malo načel duševna stanja, in da smo zelo, zelo na slabi točki, tudi kar se tiče samomorov, mislim, da smo prvi na svetu Slovenci,
Ne, toliko slabo ni, ne, ampak smo kar visoki. Ja. Glede na število populacije, Ja. da smo v vrhu. Ja. Ne. Ampak še ena taka stvar je, čemu ljudje sledijo, kaj ljudje smatrajo kot, bom tako povedal, čemu ljudje namenjajo pozornost. In zdaj z vzponom social medije in vsega. Ti praktično nisi več, kot včasih, a veš, ki si prižgal televizijo, da si šel gledati fuzbal tekmo, ali pa film, danes ob 8 je pa na kanalu, ki si videl v časopisu. Zdaj bom prižgal televizijo in bom sam to gledal. Zdaj greš ti praktično na to družbeno omrežje in sploh ne greš z nekim namenom, ampak pustiš, da ta namen, zakaj si ti prišel gor, pride iz tam. Tako je. Torej, se pravi, mi dajemo, kam naša pozornost gre, v roke gigantom, ki služijo od tega, da mi svojo pozornost namenjamo nekam, kamor pač praktično ni nič koristnega za nas. Dokler si ne optimiziramo algoritma oziroma si prilagodimo naših navad, kdaj to uporabljamo, kako to uporabljamo, predvsem pa zakaj to uporabljamo. Pa bi ti mogoče gledal eno vprašanje. Zakaj misliš, da je toliko duševnih stisk trenutno? Ok, si rekel, eno je to iz vidika social media, Instagrama, se pravi projiciranje neke te glorifikacije. Ampak, če bi še iz kakšnih drugih smeri pogledala, zdaj midva na našo družbo, zahodno družbo, ajde rečva tako, zakaj misliš, da je toliko ene distanciranosti in duševnih stisk danes? Več je tukaj razlogov, nimava toliko časa, mogoče. Jaz bi jih enih par morda še dodatno odprl ob tisti, ko sem rekel, izjemno visoka in raznolika pričakovanja, izjemno glorificiranje idealov in tako naprej in seveda distanca med tem, kaj slehernik zmore, je sploh možno dobiti in tega, kot se glorificira, da bi naj imel in šele pol bi bil srečen. To je en izvor, je pa polno enih drugih izvorov še, a ne? Tako bi rekel, najprej ne smemo zanemariti dveh izvorov, ki še vedno delujeta in tudi v prejšnjih družbah, preden se je internet in socialna mreža in tako pojavila, so delovala in to je genetika, ki pač žal tudi pri duševnih stiskah in motnjah ima veliko vpliva. Drugo je zgodna vzgoja, kjer smo vedno vedeli, da ima in zgodne sprejemanje družine tistih mehanizmov, ki smo jih danes že obravnavali, to še vedno igra veliko vlogo. Vendar v današnji družbi, že če pogledamo samo 150 let nazaj, se je današnja družba v zadnjih 30 letih izjemno spremenila, v zadnjih 10 še bolj in tako naprej in še hitrejše spremembe bojo v neke dimenzije, ki so izjemno neugodne in jih bomo mogli malo drugače redefinirati za našo duševnost. Naprimer, obkroženi smo 150 let nazaj pogledati, ko smo mi polja obdelovali, večina nas in smo bili kmetje in smo živeli v izjemno počasnejšem ritmu kot danes. Drugo, izjemno manj informacije je bilo takrat kot danes. Manj dražljajev. Izjemno več jasnosti je bilo okrog, zdaj polno enih nejasnosti. Izjemno manj izbire, konc koncev. Zakaj mislim, da je izbira vedno dobra? Ja. Ful manj resnic je bilo, komu si verjel pred 150 leti. Zdaj milijon različnih resnic. Ja. To so vse vplivi iz okolja, ki so danes v zadnjih 30 letih izjemno eksplodirali. In naša duševnost se zdaj ukvarja z mnogo več dražljaji, mnogo več informacij, mnogo več nejasnosti, mnogo več izbire, mnogo več resnicami in tako naprej, kot včasih. Mnogo več odločitev. Mnogo več odločitev, ki jih je treba sprejeti, takšnih ali drugačnih. Mnogo več intruziran, kot si prej rekel, urivan nekih kvazi pomembnosti v našo duševnost, predvsem iz socialnih medijev in iz drugih. Ja? Tako si rekel, ne? Greš na socialne medije brez lastne želje, kaj si ti zdaj želiš, ampak naj mi nekdo drug intruzira in ustvari željo, kaj si jaz želim. Pasiva. To ne vem, če je glih. Vse te stvari, ki sem jih zdaj naštel, so izjemno, mi temu rečemo, izjemno drugačni in izjemno močni vplivi okoliščin na našo psiho. Pustimo zdaj genetiko pa zgodno vzgojo, ampak okoliščin, kateri smo pač opazili, da populacija, ki ima, zdaj bom rekel, zelo po domače, pa ne me narobe razumeti, ok, genetiko, kar se tiče duševnih motenj, pa ok, zgodno vzgojo, kar se tiče duševnih motenj, ampak
so bombardirani z vsemi temi vplivi, ki smo jih zdaj naštela, kar se naša psiha še ni naučila dobro soočati. Ja. In bomo rabili nove mehanizme, da bomo se s tem soočali. Kot naprimer en zelo preprost mehanizem, bodite čim manj na socialnih omrežjih, bodite čim manj na elektronskih napravah, zato da ne boste ekspozani. Dajte biti mal v dolg času, pa probati sebe poslušati, pa razumeti, kaj je tisto, kaj si jaz želim, ne kaj mi drugi intruzirajo, kaj bi si naj želel. Ja? Kaj so moje potrebe, želje, globlje želje in katera vedenja bom ustvaril, da bom do zame pomembnih ciljev prišel. Ne do kjerikoli ciljev ali pa nekih ciljev, ki mi jih okolica. Ne? Torej, ta vpliv okolice, družbe, če hočeš, je mnogo močnejši, tudi zaradi enostavne dostopnosti, hitrosti in tako naprej. In ta hitrost, enostavna dostopnost pa tudi omeji še en drugi del možganov, ki je zelo pomembno, in to je kritični Če si ti imel čas, pa dlje časa bral knjigo, dlje časa gledal nek film, ki se je zelo počasi dogajal, ali pa dlje časa kot kmet pred 150 leti opazoval naravo, si imel več časa kritično presojati, kaj je to, kaj ti prihaja v tvojo duševnost, v tvojo psiho. Zdaj, kaj pa vse tako hitro, instant, veliko informacij držajo. Že kar vprašaš, kaj je to? Sploh ne moreš mirno kritično presojati in reči, to je za mene ok, to za mene ni ok. To za moje bližnje, za svojo družbo okrog je ok, ni ok. Jaz bom temu sledil ali pa ne bom temu sledil, zato ker imam te pa te vrednote, te pa te potrebe, kar je temeljnejše in globnejše. In sploh nisi več s tem kritičnim umom, ko mal proba povezovati, ne? Kritični imamo zato, da povezuje, kaj prihaja iz okolice in kaj je v neki moji globini duševnosti. A ne? Ali pa kritični povezuje to, kaj pa nekdo drug pravi, ne tisti, ki mi je sam serviral neko informacijo. Pa kaj so moji bližnji povedali in pravili, kaj pa oni mislijo, ali pa moji prijatelji in tako naprej. In to me, bom rekel, pač kar skrbi. Jaz mislim, da so tu kar veliki izvorov porasti duševnih stisk in duševnih motenj v današnjem času. Tudi recimo nismo omenila neke količine dela in neke kontrole, ki jih more nek poprečen zaposlen z milijon podatki, ki dela danes, upravljati, kot pa takrat, ko je v preteklosti, je to kar velikega drugačnega mentalnega dela, ki bolj izčrpuje. Ne? Včasih smo rekli, da smo zaradi fizičnega dela bili izčrpani, zdaj pa zaradi kompliciranega, raznolikega, nejasnega, nepredvidljivega, veliko odločevalnega mentalnega dela, ki nosi posledice, katerih nas je strah. Ki nosi posledice, katerih nas je strah, in seveda zaradi tega doživljamo več stresa in potem posledično burnout ali pa kakih drugih duševnih stisk. Plus prehranjevalne navade, če pogledava hrano 150 let nazaj ali pa danes, bilo je manj, ampak bila je lakota in te zadeve, ki pač ni nam predstavljivo danes s to količino hrane, ki jo imamo. Danes smo na kontra aspektu tega. Vsega je preveč, vse je prehiter pripravljeno, procesirano itd. In mi v svoje telo vnašamo to, kar pol tudi postajamo in vpliva na naše psihološko stanje, cukr sploh, to so dokazane stvari in ljudje še vedno jejo čips, pijejo Coca-Colo itd. Mislim, da smo na neki točki družbe, kjer samo z zavedanjem in konzumiranje ali takšnih vsebin, ali knjig, ali nekih znanstveno podprtih raziskav, moramo prevzeti odgovornost. Bo mogel vsak prevzeti odgovornost za to, kaj se mu dogaja, kako se počuti in kako si želi da njegov življenje izgleda. Moramo pa razumeti, da vse se strinjam s tem, kar si rekel, sam korak naprej, bi rekel, mora pa razumeti, da v današnjem času bo posameznik se obrnil ponovno na splet, pa na socialna omrežja po pomoč in tam iskal nove informacije, ki bojo pa spet malo zablrane, ne ravno resnične, raznolike, preširoke in imamo sekundarni problem. Način reševanja je tudi tisti, ki dodatno, bom rekel, poslabšuje soočanje s tem.
A veš, kmet pred 150 leti je pa šel v bližnje vprašati, a ne? Pa je Ja, šel ja. v sosedno vas, pa je šel v Community. Kmaši, pa v communityju, pa je tam dobil neke mal bolj bližne, pa bolj počasne, prevetrene informacije, da je lahko se mirneje odločal, kaj in kako bo naredil, če je bil v neki stiski ali pa nesigurnosti, naprimer, a ne? In klej mogoče jaz vidim eno pa dobro stran social medije in vsega tega, ker pa omogoča, da tudi ljudje, ki pa imajo dejansko koristne informacije za posameznike, ki želijo ljudem dobro, zdravje. Pa pridejo lahko tudi do tega, se strinjam. Vejca sam je borba, a ne? Za pozornost, ja. Je borba za pozornost, a ne? Ja. In tega je veliko, a ne? Zato, da ti prideš v tem kanalu do pravega človeka na prav način, je kar težko, a ne? Zato, ker je tudi veliko neustreznih informacij, bi se temu reklo, a ne? Sigurno. Ampak jaz, če svojo prizmo gledam, čutim nekako, da je meni zelo naravno odpirati prostor ljudem in sem mogoče jaz tukaj v neki točki filter, kdo bi lahko pač ljudem nekaj dobrega prinesel, a ne? In se mi zdi, da če zdaj malo pogledam nazaj na to, kar smo mi danes govorili, tukaj noter je skritih ogromno enih praktičnih bombončkov in vsega živega, a ne? Skozi izkušnjo, skozi vso znanje, ki si ga ti vsrkal. A je mogoče karkoli tazga, da je z tvojega področja, ali pa si mogoče študiral, ali pa bi si želel še odpreti kakšno tematiko, oziroma kaj mogoče še predati tazga. Jaz mislim, da smo šla zelo lepo, ampak za vsak slučaj to vprašam, ker prejšnjič sem imel gostjo, ki mi ni povedala, da je knjigo napisala. In mi je to po podcast, da bo jaz rekel, ja, ful dobro. Pa ne vem, za voljo neke želje po ljudem, sploh, ki so v stiskah, pa v krizah, a ne, dati neko kvalitetno podporo, a ne, z kvalitetnimi svetovalci sem par let nazaj ustanovil strokovni psihološki center, ki se imenuje sprememba.com, a ne, kjer skušamo se boriti temu, da bi z znanstvenim approachom, a ne, torej z nekimi kvalitetnimi teorijami, ki pijejo vodo, ki so znanstveno potrjene, evidence-based therapies, a ne, podali ljudem pomoč. In sem v bistvu na ta način se tudi poleg tega, kar delam v poslovni psihologiji kot poslovni psiholog, skušam nekako postaviti na zemljevid te velike širine, ki je tudi seveda potrebna na nek način, ampak velike širine informacij, kako pomagati v stiski, hotel dati tisti del, ki je pa znanstveno podprt z raziskavami in pravzaprav na ta način pomaga ljudem v stiskah z nekim, kar je dognano in dokazano. In tukaj bi dal to sporočilo, da pri vsej tej množici informacij, sploh za psihološko pomoč v stiskah, zelo priporočam, da se obrnejo in podučijo tudi o tistih ali knjigah ali informacijah na internetu, ki imajo znanstvene raziskave za sabo. Ker tu je večja verjetnost, da bo pomoč zadela žebljico na glavico, po domače povedano. To je ena stvar, ki bi jo še želel povedati. Pa še ena stvar, mogoče tako nasplošno v množici nekih informacij, kaj ljudem pomaga, ali pri boljših rezultatih, če sva tu začela, ali pa pri duševnem zdravju, kjer sva končala, se nekako v neki obči digitalni družbi interneta, socialnih omrežij ful premalo govori, da je eden od pomembnih stebrov naše
duševnega zdravja ukvarjanje z drugimi in dajanje drugim. Ne samo ukvarjanje samim sabo. Kar razumem ljudje, ki so v stiski, ampak veliko poslušam raznih nasvetov, usputnih, daj za sebe še to naredi, daj za sebe še to naredi, daj za sebe še to naredi, daj, pol ti bo pa lažje, pa boljše. Zelo malo nasvetov slišim, kaj lahko za druge narediš in s tem si boš tudi pri svojem duševnem zdravju pomagal. Torej predajanje drugim, dajanje. In tega, tu je ta na tem prostoru, se mi zdi tega malo premalo. Ja, zato, da boš sebi pomagal, lahko to narediš tudi po tej poti, je to eno od temeljev, da se posvetiš tudi drugim in da drugim pomagaš. No, tako. To je eno od osnov duševnega zdravja. Ne samo, da boš direktno za sebe nekaj naredil, ja? Ali z prehrano, ali z boljšim doseganjem ciljev, ali z nekimi aktivnostmi, ki te veselijo. Absolutno je to ja, a ne? Ampak seveda premalo se pa sliši tega, kaj lahko dosežeš za svoje duševno zdravje, tudi s tem, da se posvečaš drugim in da daješ, brez da bi za to zamenil kaj hotel nazaj. Jaz sem prebral eno stvar, pa se ne spomnim vira, tako da ne vem, je to zdaj 100% resnica podkrepljena s kakšnimi znanstvenimi raziskami ali kaj, ampak da naj bi bilo veliko duševnih, se pravi slabih duševnih stanj povezanih s tem, da ogromno ljudi danes misli, da so oni najbolj pomembna stvar na tem svetu. Torej nek tak, kako bi rekel, egocentrizem, kaj bi temu rekel, ne vem. In da v bistvu, če bi ljudje malo bolj dojeli, da se ne dogaja vse sam njim, pa da se ne dogaja cel svet samo zaradi njih in za njih, da bi se znali veliko bolj distancirati od svojega, predvsem kritičnega uma. Ful me veseli, da si uporabil ta izraz kritičen uma, da si ga že avtomatsko pozicioniral izven sebe, oziroma kot del sebe, ne kot to, kar si. In ta je po moje ključna. Širjenje nekega znanja in spodbujanje ljudi, da berejo knjige, ki jim bojo približale tematike spiritualnosti, ega, identitete, uma, da bomo malo bolj razumeli, kaj sploh smo v resnici in kako delujemo. Ne da bomo mislili, da zdaj to vse, kar se kle nam dogaja, to smo in zdaj, če nekdo nekaj slabega naredi, se moramo distancirati in ga obsojati in ne vem kaj vse. To je pač samo biti. Pustiti, da je tvoj vladar, ne? In je lahko pa zelo čudovit služabnik, če ga tako tudi uporabljaš. Ja. Se strinjam, predvsem jaz s tem delom, da je veliko duševnih motenj tudi, ali pa stisk, ne, tudi zaradi tega, ker sebe preveč egocentrično dojemamo, ja, tu si začel, a ne, pol si pa še eno drugo temo načel in to je kako naj temu rečem preprosto. Če bo posameznik, to gre zelo daleč, ne? Če bo posameznik mislil, da bo zadovoljen v življenju samo s tem, ko bo narekovajih samo sebe nahranil, ne pa tudi drugih okrog sebe, potem je veliko psiholoških teorij dokazalo, da to ne bo prineslo psihološkega well-beinga in ultimativne sreče. A zaradi osamljenosti? Med drugim je tudi to efekt, seveda, in osamljenost je neka kršitev osnovne potrebe. Pač, ker je pol veliko nesprejetosti se potem vidi in čuti, ker seveda ne, toliko za sebe poskrbiš, za druge pa ne. A ne? Drugo pa pač zaradi tega čisto osnovnega mehanizma. Mi imamo dokazano mehanizem v naših glavah, nevrobiološko, če hočeš, mogoče so se premalo nevropsihologije danes dotaknila, da pač doživljamo prijetne emocije in kako naj temu rečem, prijetna serotoninska in dopaminska stanja, ko dajemo drugim, ko vidimo hvaležnost pri drugih, ko se z drugimi družimo, tudi ne ciljno usmerjeno, če sva danes mogoče preveč o ciljih govorila. To se recimo, ne,
zelo poznalo, da nismo mogli recimo v COVID-u imeti stika z ljudmi, bravo, da bi ja. njim direktno, neposredno kaj rekli, naredili nekaj dobrega za njih, zato ker smo bili izolirani in tako naprej. Ja, osamljenost je eno, drugo je pa ta neizpolnjevanje nekega pomembnega poslanstva, ki ga imamo v življenju, pač da živimo v družbi, kjer tudi dajemo, ne samo prejemamo. A ne? Ekvivalentna sta, ne, dati in biti sposoben sprejeti. Pač si pustiti, da tudi ti sprejmeš, sploh pri pomoči. Ne, veš. Velikrat ljudje, ko je nekdo drug v stiski, smo takoj tam za njega, ko smo mi v stiski, smo pa tih, pa ne povemo. A ne. Ampak ja, lej, jaz mislim, da imava midva še za eno epizodo ziher municije, Aleš. Ker zdaj, a veš, to je ta spontanost, ki sva govorila, ne, pa tudi zelo sem vesel, da sva se prej dobila, redko se dobim prej oziroma nikoli. Ampak zdaj vidim, zakaj si mislil, da je dobro, da se prej dobiva. Ker je tvoja paleta res široka in ne vem, upam, da si se imel v redu. Jo, super. Ja, je bilo v redu. Bi še lahko. Ja, sej pravim, tudi jaz. Ampak raj te še enkrat povabim, čez nekaj časa narediva plan, kaj bi ljudem lahko približala. Mogoče lahko kdo, ki je to poslušal, naj jo malo spodbudi s kakšno tematiko, napišite komentar ali pa pošljite. Jaz se bom s tabo preko maila zmenil, da mi mogoče kakšne knjige za ljudi predlagaš, pa svojo lastno gradivo, da jim bova dala in bova vse od spodaj v opis zapakirala, da bo vsak, ki mu je ta epizoda dala, kar verjamem, da je, lahko imel nek naslednji korak, da gre v ali integracijo ali višje raziskovanje itd. Tako da eno vprašanje imam še zate, Aleš Vičič. Če bi jutro umrl, kaj bi bilo tvoje sporočilo svetu danes? Jezus Krist. Pri tem množici sporočil. Če bi nekaj ven potegnil, pa dal tako. Ja. No. One-liner. Oziroma, stavek 2. To vse goste vprašam, veš? Ja, okej. Bodite kritični do raznolikih resnic, ki jih sprejemate. Pa več zadovoljstva najdite v dajanju drugih, kot pa kot ste to morda do zdaj. Lepo. Hvala ti za čas. Hvala za povabilo in za čas, da sem lahko bil tukaj. Dober namen imate, hvala, da ste me povabili, da sem lahko še skošček prispeval. Z veseljem. Z veseljem. Amadej. Ja. Kakt.